ti tretiraš tudi, da smo vsi, ki smo načeloma zdravi, pacienti, ker se vedno da nekaj popraviti, ker prihajajo tudi vrhunski športniki k tebi, ne? Do zdaj še nisem srečal nobenega, ki bi bil iz učbenika. Se pravi, analiziramo, kaj se dogaja z telesno držo, z hrbtenico, z mišicami, ko pacient stoji, in kaj se dogaja takrat, ko hodi ali teče. Praktično ni tedna, da se ne bi srečal s primerom, ki ga ne bi znal v celoti in z gotovostjo rešiti sam. Ampak zato imam tukaj 20 sodelavcev, imam tudi zdravnike. Bolečina sama po sebi, evolucijsko že gledano, ne, ima protektorno funkcijo. Potem pokazalo, da so bili najbolj motorično spretni pri 4 oziroma 5 letih tisti otroci, kjer so začeli hitro kobacati, trenirajo ali delajo vrhunske rezultate glede na svojo predispozicijo ali pa so poškodovani. In najboljša reklama je naše uspešno delo in zato se v to tudi najbolj fokusiramo in temu posvečamo še posebno pozornost. Dobrodošli v najbolj nogometnem podcastu iz centra Ogol, kjer je nogomet veliko več kot le zmaga ali poraz. Veseli smo in upamo, da uživate v naših vsebinah, v naših podcastih in v primeru, da nam želite pomagati, vas prosimo, da nas delite, da nas všečkate in da nas absolutno sledite. Prav tako se naročite na naše e-novice, kjer boste obveščeni o vseh novih epizodah in dogodkih, ki jih bomo pripravili v oddajah. Preden gremo v podcast, naj se še zahvalim podjetju StarSox. Podjetje StarSox ima najboljše nezdrsne nogavice, s katerimi boste zabijali najboljše gole in podali najboljše asistence. V opisu imate tudi povezavo na spletno stran StarSox in z to povezavo boste pridobili tudi 10% popusta. Naš naslednji gost je pripravljen, tako da lahko začnemo z novo oddajo. Skolioze recimo isto, ne? To obravnavajo tam, tukaj pa potem akutne poškodbe, akutna bolečinska stanja. Včasih je bilo to zelo jasno opredeljeno, vse, kar je bilo mlajše od 18, je obravnavala fizioterapija za otroke in mladino, zdaj je bolj mešano, no? Ker predtem tukaj so bili obravnavani odrasli, izključno in samo bolečinska stanja. Hrbtenica, vratna hrbtenica, ledvena hrbtenica, ostali večji sklepi in poškodbeno pooperativno obravnavala bolnica, bolj kot ne, fizioterapija za otroke in mladino pa starostna. Zdaj pa, ko se je začel naš razvoj, se je tudi začelo spreminjati glede fluktuacije pacientov in zdaj prihajajo tudi mlajši otroci, pooperativna stanja, tega prej ni bilo, tako da ni tukaj neke jasne ločnice, pa z njimi tudi zelo dobro sodelujemo. Ko imamo mi nek primer, kjer nismo prepričani, oziroma je potreba po konzultaciji, obravnavamo skupaj. Pa so kakšna ločnica to glede na leta sploh? Da rečemo, ne vem, do sem, a veš, je ona razvojna, od tu naprej prije pa pola rečemo lahko pač fizioterapeut. Zdaj je razlika, ne? Eno je otroška razvojna neurofizioterapija, tam so lahko obravnavani otroci in mladostniki, če se ne motim, do 21. leta starosti. Potem jim to več ne pripada. In takrat so to nevrološki pacienti, ki nimajo več podpore. Od takrat dalje več ne morejo obiskovati razvojne ambulante. Neurofizioterapija je pa v tem koncu zelo podhranjena. Praktično nimamo izvajalca v sklopu javnega zdravstva, ki bi ambulantno izvajal neurofizioterapijo za odrasle. Tu govoriš Maribor ali Slovenija? O vzhodnji regiji. Prekmurje, Maribor, Koroška, tega praktično ni, ne. Se tu je eno sistemsko vprašanje, ki bi ga bilo smiselno kdaj drugič nasloviti, ampak je težava, ker v zahodno regijo potem gravitira na rehabilitacijo v Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča vsa sveža nevrološka stanja pa druge zadeve, potem pa v bistvu ambulantnega suporta dalje ni, tako da
To je naslednji korak našega razvoja. Zdaj zaenkrat imamo par projektov, kjer bomo še lokomotorno fizioterapijo, športno obravnavo razširili, povečali predvsem znanstveno raziskovalno delo, pedagoško delo in pa projektno delo na tem področju. Kasneje pa je ena taka tiha želja, da bi še pred mojo penzijo tukaj v vzhodni regiji zrastel še en velik rehabilitacijski center, ki bi se fokusiral predvsem v nevrološke paciente. Ok, zdaj jaz sem že štopert so me zagnal, da ta del bo že pol tudi za uvod mal, ker ponavadi vedno se že prej malo pogovarjamo zaradi vsega ostalega, ampak prvo, da te predstavim Alen Pavlec, ne, za tiste, ki so del naše oddaje iz centra Ogol. Naš slogan je: nogomet je veliko več kot le zmaga ali pa poraz. V štartu čisto, dej prosim, midva smo se že večkrat zdaj pogovarjala, ko smo pripravljali oddajo, ampak kaj vse ti počneš, je najboljše ti poveš, ker res zagotovo nisem vsega zapomnil, ker je toliko stvari v tem trenutku. V tem trenutku jaz bi rekel, da bi najkrajše povzel, če bi rekel, da živim svojo stroko. Fizioterapija je področje, ki me res zanima, in moja filozofija je, da fizioterapija ima strokovno delo, kar pomeni delo s pacienti, potem naslednji segment je pedagoško delo. Veliko sem vpet in sodelujem z Univerzo Alma Mater. To pomeni, da vzgajamo in izobražujemo nove strokovnjake v naši profesiji. Naslednji tak pomemben steber je znanstveno raziskovalno delo. V našem centru za medicinsko rehabilitacijo smo ustanovili inštitut za fizioterapijo in smo pričeli izvajati raziskave na tem področju. Zelo pomemben faktor je pa tudi funkcionarska dejavnost. Funkcionarji v vsaki stroki so tisti, ki vodijo in razvijajo stroko, tako da se tudi trudim biti zelo aktiven v našem združenju fizioterapevtov Slovenije, zraven zasebnega življenja in zaročenke. Hvala za vso njeno podporo, da mi na nek način tudi to omogoča, da lahko živim oziroma lahko živimo skupaj tako, kot želim. To je na kratko. Ona ni v tej stroki noter. Ne, jaz mislim, da je to potencialno lahko bila težava, čeprav se s tem ne strinjamo. Če si skupaj v službi, če si skupaj v zasebnem življenju, pa če imaš še skupaj prostočasne aktivnosti, jaz mislim, da potem težave iz enega segmenta neseš v drugi in moraš biti res dober, specifičen karakter, vse se mora poklopiti, da zadeva funkcionira. Ja, veš, mi da smo se zelo ločila z ženo, ne, glede tega. Ona je v politologiji, ne, pač predava tudi na fakulteti, jaz sem v nogometu, tako da smo idealna družba za vse, ker vse vejo o nogometu pa o politiki. Evo, super. Ampak imamo pa pol mer doma, zato ko premalo vemo eno od drugega, kaj počne v stroki, no, tako da tisti je pa pol ok. Ampak zdaj tako zelo lepo povedal, se pravi, ti delaš tu v zdravstvenem domu v Mariboru, se pravi, izvajaš v praksi in prenašaš zadevo potem tudi na Alma Mater, kjer ti tudi predavaš. Ja, tukaj v zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor smo začeli pred 5 leti nekje razvijati eno zelo dobro zgodbo, kjer je naša filozofija, na kak način bi lahko pacientom dali še več in na kak način bi tistim najbolj potencialnim, najbolj zagnanim fizioterapeutom ponudili tudi v javnem zdravstvu optimalne pogoje za razvoj. Mogoče neko zmotno prepričanje, da vse to, kar je javno v zdravstvu, je slabo ali slabše in vse tisto, kar je zasebno, je boljše. Pomembno je, da si del velike ekipe, ker samo to prinaša neprestani strokovni razvoj, prinaša napredek, ker se lahko kadarkoli konzultiraš s sodelavci. Zdaj, če pa tudi čisto ekonomsko gledano, več ljudi lahko potem ima tudi večjo in boljšo opremo, ki jo boljše izkoristi. Zdaj, recimo, če bi jaz bil samostojen zasebni fizioterapeut, ok, so tudi nekateri, da se razumemo, ki so zelo uspešni, ampak v tem primeru si zagotovo ne bi privoščil take opreme, kot jo lahko imam tukaj v zdravstvenem domu. En fizioterapeut ne more nabaviti opreme, s katero bo izvajal raziskovalno dejavnost, se pravi vse merilne instrumente, ki so pač dragi in niso ugodni. Če pa je to več fizioterapeutov, pa se seveda to amortizira in je to smiseln vložek. Eno vprašanje imam tu, govori skozi o pacientih, ampak sem ne prehajajo samo pacienti, prehajajo tudi zdravi ljudje. Ali ti tretiraš tudi, da smo vsi, ki smo načeloma zdravi
pacienti, ker se vedno da nekaj popraviti, ker prihaja tudi vrhunski športniki ter ne. Do zdaj še nisem srečal nobenega, ki bi bil iz učbenika. Vsak ima neka odstopanja, ki jih že tekom motoričnega razvoja od rojstva do korakov pridela in jih pelje potem seboj dalje, so specifike vsakega poklica, ponavljajoči gibi, prisilna drža in to seveda na telesu pusti posledice. Tako da smo vsi pacienti. Pa na nek način, ja, na nek način bi lahko rekli, da smo. Nekateri pa res prihajajo čisto preventivno. Ja. Želijo preprečevati poškodbe oziroma te meritve, ki jih izvajamo pri nas, želijo ugotoviti, ali je prisotna določena asimetrija, pri čemer bi lahko za odpravo te asimetrije še izboljšali svoj dosežek, svoj rezultat. Generalno gledano pa prihajajo vsem ljudje s težavami, z bolečinami, s poškodbami po operacijah. To so generalno naši. Večinoma, ja. Koliko je pa takih, rečemo, ki pa niso športniki, pa pridejo vsem, se pravi, da ni športnik, da ni imel, ne vem, poškodbe, operacije, karkoli pač, pa vseeno pride, da preveri, zato da ne bi prišlo do, rečemo, kasneje, do ali kakih obrab, ali poškodb, ali nekih trajnih posledic. A je kaj sploh takih ljudi? Vedno več jih je. Jaz mislim, da smo se sedaj v zadnjem obdobju začeli zavedati pomena našega zdravja, pomena preventive, se pravi, rečimo temu, zdravstvena pismenost prebivalstva se izboljšuje in vedno več je tudi rekreativnih športnikov. Danes, glede na standard, ki ga imamo v Sloveniji, si marsikdo oziroma rečimo temu večina lahko privošči, recimo, če nekdo zagnan kolesar in spremlja Rogliča in vse naše ostale ase, ki so v tem športu, si lahko privošči, če nekaj našpara, če ne drugače, eno res zelo dobro kolo, kjer je oprema vrhunska, njegova telesna priprava pa ni vrhunska. Posledica so tudi pogostejše poškodbe, bolečinska stanja in ti ljudje se zavedajo, da je enostavno za svoje zdravje nekaj treba narediti. In kar se mene tiče, so to tudi najboljši pacienti, ker so motivirani, zavedajo se, da brez nič enostavno ni nič. In tega je vedno več v porastu, tudi zaradi tega, ker počasi se širi dober glas v našem centru, postajamo vedno bolj prepoznavni. Če so včasih prihajali k nam ljudje samo iz Maribora in okolice, je sedaj čisto normalno, da se pripelje od drugod, iz Novega mesta, Velenja, Kopra, kaj pa zdaj kot vse. In če so včasih bili ljudje iz drugih regij, rečimo temu neka izjema, se zdaj s tem srečujemo že na dnevni bazi, kar je tudi potrditev našega dobrega dela in razvoja. Zagotovo. Vse opremo se pač tudi vidi, tudi da imate zelo dobro, ampak na začetku bi še kakorkoli te vprašal, kaj je tebe sploh pritegnalo v to? Zdaj pač, ko se pogovarjamo, zakaj nek interes. Mene, ko gledam sebe kot trenerja ali pa športnega pedagoga, me je zelo pritegnalo to, da lahko vplivam na transformacijo v vseh vidikih ali pa vseh plasteh. Se pravi, nekaj je samo fizično, ampak tudi mentalno, psihično stanje enega športnika skozi proces trenažen zelo fejs spreminjaš. Ne? Kaj tebe je v bistvu pritegnalo? Ker tu je izhodišče, včasih fizioterapeut je vedno, večinoma dobival nekoga, ki se je poškodoval in je potem mu pomagal, da se je vračal v formo. Se pravi, tak smo mi, ali pa tak sem jaz mogoče doživljal zadevo. Ne? Zdaj počasi se zadeva že spreminja, tudi zaradi tega, ker se je vaša znanost zelo razvija. To je pač tako, jaz rečem, ko Formula 1, ne? Vsako leto je 100 novih popravkov. Ne? Kaj pa tebe v bistvu sploh pritegnalo v štartu, pa koliko ti zdaj doživljaš v tvoje poglede za nazaj? Ne? Fizioterapija je res, kot si povedal, mlada stroka, ki se zelo hitro razvija. Če pa želimo uspešno delovati v katerikoli zgodbi, je pa potrebna notranja motivacija. In jaz mislim, da mojo notranjo motivacijo predstavlja zadovoljstvo pacientov oziroma to, ko vidiš, da si nekomu pomagal, da je prišel k tebi z bolečinami in na koncu z nasmehom reče, to je to, mene več ne boli, nisem verjel, po 3 letih bolečine v hrbtenici, da je to sploh možno odpraviti. To je neko največje osebno zadovoljstvo.
takrat, ko se pa vpisuješ na študij, so pa pričakovanja seveda bistveno drugačna kot kasneje, ko začneš delati v praksi. Fizioterapija že ima sama po sebi etiketo, da je to neko delo športniki in v športu. Tudi ta segment lokomotorne fizioterapije, fizioterapevtov, ki obravnavajo športnike, je najbolj promoviran oziroma popularen. Je pa to samo res en majhen delček naše stroke. Fizioterapija je na respiratornem področju, na intenzivni negi, v ginekologiji in porodničarstvu, neurofizioterapija, otroška razvojna fizioterapija, fizioterapija za zdravje žensk po operaciji, karcinoma in še bi lahko našteval. Res zelo široka zadeva. In jaz sem mogoče na začetku imel blazno željo in idejo, da bi želel delati v otroški razvojni neurofizioterapiji. Z tega področja sem tudi delal raziskavo za svoje diplomsko delo. Ampak potem sprobaš delo, vidiš, v čem si dober, morda si nekaj želiš, pa ni to, nimaš nekih lastnosti, ki bi jih morda potreboval. Zdaj, če te vidi 5 dojenčkov, pa se 4 najprej razjočajo, potem mogoče otroška razvojna ni tisto, kamor bi bilo smiselno siliti z glavo skozi zid. Tukaj pa dejansko so bili pogoji vrhunski in vrhunskim pogojem smo še morali dati odlično vsebino, ki smo tudi jo. S čim se ti zdaj primarno ukvarjaš? Kaj je največ, s kom se ti srečuješ? Trenutno največ obravnavam v sklopu ambulantne fizioterapije pooperativna in popoškodbena stanja in pa preventivo, odkrivanje mišičnih asimetrij z različnimi meritvami. To je Po poškodbah večinoma športniki ali je to splošna populacija? Splošno. Pri nas se naroča na obravnave športniki v sklopu nadstandardnih storitev in pa tudi vsi, ki so napoteni v sklopu javnega zdravstva, ki jim je izdan delovni nalog za fizioterapijo, pa v naši hiši imamo tudi rehabilitacijo, da je najprej pregled pri zdravniku fiziatru, pa potem po potrebi delovna terapija, fizioterapija in tako naprej. Ni da ni. Če pa zdaj zdravniki rečemo, so že prišli tudi do tega, da se, da ugotovijo neke asimetrije pri hoji ali pa neke specifične bolečine, da se obračajo tudi k vam, zato da se jih, spravi na en test, pa da se skozi testiranje, ki jih imate vi tule, rečemo, ugotavlja, kaj bi lahko sploh popravljali, ali je še vedno primarno, gremo vedno do ortopeda in šele kasneje potem vi. Kak je tudi vrstni red v bistvu zaželen, da bi bil? Morda preden odgovorim, je pomembno, da razumemo razvoj naše stroke. Včasih je obstajala samo višja fizioterapevtska šola, ki je bil 2-letni študij. Kasneje je potem nastala šola oziroma študijski program, ki je bil visokošolski strokovni, to je 3-letni študij, kasneje potem magisterij, še dodatni 2 leti in zdaj ima Alma Mater Europeja tudi doktorat iz tega področja. In zdaj še vedno več, praktično vsak mesec je še pa kakšno dodatno strokovno izobraževanje, ki šteje za specialna znanja. In če primerjamo znanje pred nekaj 10 leti nazaj, kjer so imeli fizioterapeuti opravljeno 2-letno izobraževanje, ali danes, ko se nekateri izobražujejo skupno, zdaj moram računati, se pravi 3 plus 2 plus 3 je potem 8, kjer študirajo 8 let in se zraven tega še dodatno strokovno podiplomsko izpopolnjujejo, je tukaj znanje neprimerljivo. Trenutno smo, po mojem vedenju, edini takšen center, ki izvajamo meritve anomalije telesne drže v statiki in dinamiki in zaradi tega še to morda ni toliko prepoznavno. O tem smo sedaj seznanili naše zdravnike v Mariboru, se pravi zdravnike družinske medicine, ki napotujejo. Vedno več pa je potem individualnih povezav, kjer se tudi konzultiramo z zdravniki specialisti in potem, ko potem določene obravnave dajo dobre rezultate, se to razveje in tega vedno več. Se pravi, mi rečemo, da delamo evolucijo in ne revolucije. Se razvija. Kaj pomeni statika in dinamika? Statika je, da je statična dinamika. Kaj to za vas pomeni, da se vrnemo, kaj zagotovo zdaj, meni ni čisto jasno, kaj vi počnete, pa verjamem, da malo se komu še pa malo manj. Malo sem šaljivo odgovoril. Ja, vem, ampak okej.
če se dela slikovna diagnostika, rečemo magnetna resonanca, tam pacient leži in tam dobimo podatek, kaj se dogaja z različnimi strukturami, mehkotkivnimi in drugimi strukturami, ampak pacient je tam, rečemo, v nekem prisilnem položaju, ležečem položaju. Ja, mehkotkivna, govorimo salo, mišica, živčevje. Tako, tudi medvretenčne ploščice, vidi se tam enako kostnina, ne, ampak recimo za ugotavljanje poškodb skeleta je rentgensko slikanje hitro, učinkovito, dobro pokaže zadeve. Mehkotkivne strukture se pa na rentgenskem slikanju ne vidijo tako dobro. Ne, je potrebna druga diagnostika. No, in mi pa, ko stojimo, takrat šele aktiviramo mišice. Jaz se lahko recimo vležem na hrbet in takrat, ko ležim na hrbtu, to ledveno krivino hrbtenice, ledveno lordozo, kot to imenujemo, izravnam, ko pa stojim, je pa morda ta krivina povečana in poudarjena. Zaradi tega izvajamo te analize, asimetrije, anomalije, ko pacient stoji in potem tudi, ko pacient hodi. Ker če je prisotna neka asimetrija, bo pacient kompenziral in bo to pri obremenitvi še posebej izrazito. To je enako, kot delajo recimo EKG pod obremenitvijo. Zakaj? Ne? Ker tam vsak internist pove, da patologija je še posebej izrazita, ko mi srce obremenimo. In pri lokomotornem sistemu ni nič drugače. Se pravi, analiziramo, kaj se dogaja z telesno držo, z hrbtenico, z mišicami, ko pacient stoji in kaj se dogaja takrat, ko hodi ali teče. Lahko analiziramo tudi tek do 10 km/h. Tam ponavadi pri 5 km/h, se pravi počasen tek, je že zgodba jasna in ocenjujemo tudi obseg gibljivosti, se pravi funkcionalni gib v kolku, v kolenu, v gležnju, položaj ahilovih tetiv in druge asimetrije, odtis stopala, se pravi dinamična podoskopija, kjer vidimo, kakšno je obremenjevanje. Ne? In takrat potem ugotovimo, kakšna so odstopanja, trener, recimo, če govorimo zdaj o športnikih, pa potem sam pove, ali je to relevantno za njihov šport ali ni, in skupaj se konzultiramo o tem, kaj bi bilo smiselno v tem primeru športnikom narediti. Ne, smem se, ko se spomnim, ko sem jaz prihajal unim prvim fizioterapeutom, ko sem bil poškodovan, ponavadi je bilo neke elektrode, neki vajec smo naredili in to je bilo to. V bistvu nihče te niti nisi testiral, ti si dobil terapijo, si terapijo oddelal in je bilo, mogoče malo pretiravam, ampak se ne spomnim, da bi se kaj z drugimi kolegi, ko so bili tudi poškodovani, kaj drugače dogajalo. Danes, ko mi gledamo celotno zadevo, se mi pa zdi vsem, da smo se mi zelo zbližali tudi v znanosti, v tej kineziologiji, se pravi, vedi o gibanju človeka. In ko pač te poslušam, se pravi, jaz upam, da se bo vse bolj začel tudi povezovati, se pravi, ta medicinski del z, vašim delom še bolj tesno, ker da bomo, tako smo se pogovarjali o eni pripravi, ko je ta Gray Cook rekel, fino bi bilo, če bi mi imeli vsi isti zemljevid, da imajo eni malo drugačen zemljevid, pa se ukvarjajo samo s tem, drugi pa samo z nečim drugim. Ampak tu, ko te jaz poslušam, ko sem zdaj omenil pač tudi kineziologijo, koliko, rečemo, je pomembna, se pravi, veda o gibanju človeka iz tvojega vidika zdaj ali pa iz vidika fizioterapije za to, da dosežeš optimalne rezultate. Ker, kakor lahko me popraviš, se pravi, a se tebi zdi, da tu ne delate vi največje korake naprej? A so že prej bile smernice? Če jaz ne razumem delovanja zdravega telesa, ne morem razumeti patologije. To je osnova. In enako, kot se na fizioterapiji najprej učimo fiziologijo telesa, se enako najprej učimo biomehaniko, se enako najprej učimo kineziološki del. In šele, ko to razumeš, lahko začneš razumeti patologijo, lahko začneš razumeti asimetrije in razumeš, zakaj do tega pride. In ko to razumeš, se pa lahko začneš učiti, kako to odpraviti. Drugače enostavno ne gre. Tukaj je nerazdružljiva povezava. Jaz mislim, da trenerji, kineziologi imajo več specifičnega znanja glede priprave trenažnega procesa. Tukaj mi tega znanja nimamo, na faksu nas to ne naučijo.
Meni je recimo kolega kineziolog svoj čas, zdaj ta čas na tehnici že mimo, sestavil vrhunski program glede individualnega treniranja. Kdaj na atletski stadion, kdaj v fitness, na atletskem stadionu, kakšen trening, kakšne distance, kakšna mora biti pauza, ne nazadnje, kako hitro moramo teči en krog, in to je on se preračunal. Jaz tega enostavno nisem znal. Je pa zelo pomembno, predvsem takrat, ko mi govorimo o postrehabilitaciji, ko en pacient, športnik to zaključi, da se konzultiramo s trenerjem. In jaz vedno vztrajam pri tem, da komuniciramo s trenerjem, ker sicer je tu šum. Jaz lahko športniku rečem hipotetično 14 dni pauze in to rečem razlogom. On gre do trenera, pa reče, tam rekel enik slaba 2 tedna, da bi bilo v redu, na koncu po enem tednu trenira, ker se v redu počuta in ni upošteva navodil. Če komuniciram hkrati tudi neposredno s trenerjem, vemo, pri čem smo. To je zelo pomembno. In tudi, ko povemo, kakšne so omejitve, zdaj, če ima nekdo neko poškodbo, to ne pomeni, da mora doma ležati in delati nič. To mislim, da je največja napaka, ko prepogosto vidim zapisano v izvidih, svetujem strogo mirovanje, ali svetujem brez treninga 1 mesec. Če ima nekdo poškodovan kvadriceps, mislim, zakaj pa ne bi smel delati trebušnjakov, zakaj ne bi smel delati z utežmi v fitnessu, lahko dela nekaj drugega, kjer pač kvadricepsa, ki je poškodovan, bo obremenjeval. In lahko trenažni proces trener v sodelovanju s športnikom na osnovi nasvetov fizioterapeuta enostavno prilagodi. To ne pomeni, da športnik, mladostnik, otrok ne sme delati nič. Mene tu, ko opažam tudi v športu, ko govorimo o vrhunskem športu, je zdaj že čisto normalno, da ekipe, govorimo o performance timu, tisti, ki skrbijo za to, da bo ekipa, igralec vrhunsko pripravljen v smislu teka, skoka, ustavljanja, padanja in vsega ostalega, ne govorimo o tehničnem delu ali o taktičnem delu, samo performance telesa, se že tudi zelo loči, da imajo tiste, ki skrbijo za po poškodbi, in potem predajo naslednjemu, zato da skrbi za to, da bo končen performance tam, ko mora biti. Da tudi tu se zelo ločuje. A si ti slučajno zasledil, da v Sloveniji tudi imamo tako, ne vem, glede na to, da smo vseeno v Mariboru, pa tam kak dober kilometer stran je štadion, sodelujete vi tudi tukaj z NK Mariborom, ker vem, da imajo malo več tega stafa in da se tudi malo ločujejo, kdo zakaj skrbi? Ja, sodelujemo z več športnimi klubi v Mariboru, med drugim tudi z nogometnim klubom Maribor, na kar smo ponosni. Bi pa na tej točki izpostavil nekaj drugega, kot je zelo dobro nekaj časa nazaj opozoril naš direktor primarij dr. Završnik. Paziti moramo kot stroka, da se ne začnemo deliti na bele in plave mantle. To pomeni na nekoga, ki bo predpisoval pa govoril, pa na nekoga, ki bo delal. In to, kar se je zgodilo morda določenim vejam medicine, so se po mojem mnenju absolutno preveč specializirali samo v določeno zadevo in potem nehaš razumeti celoto. Jaz osebno si želim, da bi se fizioterapija razvijala v smer, kjer bi vsak fizioterapeut znal izvajati diferencialno diagnostiko, funkcionalno diagnostiko in pa izvajanje fizioterapevtske obravnave. Od pre, re in posthabilitacije. Na ta način dobimo največjo širino. Res pa je, da potem učenje in izobraževanje traja zelo dolgo. Kar nekaj časa že delam v svoji stroki in praktično ni tedna, da se ne bi srečal s primerom, ki ga ne bi znal v celoti in z gotovostjo rešiti sam. Ampak zato imam tukaj 20 sodelavcev, imam tudi zdravnike, s katerimi se lahko konzultiram in na vsakem takem primeru se nekaj naučiš. Lahko pa greš po liniji najmanjšega odpora, kjer pač narediš nekaj, kjer ti ne more nič očitati, da nisi, malo probaš, pa je to. Rezultati so absolutno slabši. Realno, to se dogaja. Ja. In tukaj jaz nisem temu naklonjen, da bi se preveč specializirali za neko stvar. Jaz si ne želim, da bi mi na neki točki v našem centru imeli fizioterapeute, ki bi znali obravnavati samo hrbtenico,
nekatere, ki bi znali obravnavati samo kolk in koleno, nekatere, ki bi bili samo za ramo, in če bi ti naletel na fizioterapeuta, ki je, rečimo temu, za kolena, bi rekel, veste kaj, rama je pa v zgornjem štoku. Jaz mislim, da moramo imeti nek celostni pogled in nič ni slabo, če se med seboj razlikujemo. Sam to je meni vedno vprašanje, ko priješ ti v toliko veliko podatkov v samo enem delu telesa, a bo mogoče v bistvu, da boš imel toliko vsaj osnovnega znanja, ker to pač malo si nakazal pač specializacije, ki se v medicini dogajajo, in tudi, se pravi, določeni ortopedi operirajo samo kolena, zaradi tega, ker se tam najbolj varno verjetno počutijo, Ampak kaj to zdaj pomeni iz vidika znanja ali pa specializacije, če govorimo, do katere širine misliš, da bo pa lahko to zadeva se obdržala? Jaz mislim, da je zaenkrat to vprašanje pretežko zame, ampak če poskušamo odgovoriti, jaz nisem za drobljenje in segmentacijo. Dajme reči, najprej greš do osebnega zdravnika, klasičen primer bolečina v križu. Reče, ok, bolniška, 14 dni počitek, tablete, po 14 dnevih ni v redu, prideš nazaj, napotijo, na rentgensko slikanje, če se je zgodilo, da si padel. Slika ne pokaže nič. Prideš spet nazaj, napotnica za ortopeda, greš do ortopeda, ortoped pošlje na magnetno resonanco, torej te je poslal k radiologu, radiolog te pošlje spet nazaj k ortopedu, kjer ortoped reče, to ni za operacijo, ortoped napiše napotnico za fiziatra, greš do fiziatra, fiziater reče, gospod, gospa, pa res vas boli križ, vi pa rabite fizioterapijo, napoti na fizioterapijo. Preštejma te inštance, preden prideš do nekoga, ki s tabo sploh nekaj začne delati. Razumljivo, da nek radiolog, ki z ultrazvokom izvaja preiskavo na dnevni bazi in to večkrat, da je boljši na tem področju, ki nekdo, ki to naredi občasno ali na različnih predelih. Ampak jaz razmišljam, da če jaz za palpacijo, s tipanjem nekaj ugotovim in rečem hipotetično, tukaj čutim neko zatrdlino, je pa res enako, če dam gor sondo in rečem, tukaj vidim neko odstopanje, vidim, da je signal hipoehogen, naprimer. In napotim k tistemu, kjer pa bo to jasno povedal, kaj je težava. In zdaj mi pacienta pošiljamo od vrat do vrat, namesto da bi pacient stopil skozi ena vrata in bi mu jasno povedali, kaj je z njim narobe, ter ga v trenutku začeli obravnavati. Razumemo? Ja, razumem. In samo nihče noče prevzeti te odgovornosti, se meni zdi. To je kompleksno vprašanje zdaj, ki ima tudi politično in parcialno interes v zaledje, ampak mi bomo morali iti v to smer, če primerjamo tujino. Tam razvijajo advanced nursing pa physiotherapy doctors. Kaj to pomeni? Tam imajo medicinske sestre tudi 6-letni študij in posledično tudi več znanja. In tam so kompetence prenesli na medicinske sestre in naprimer medicinska sestra v kardiologiji lahko predpiše tudi zdravilo, lahko naredi določene preiskave, kjer ima za to področje znanje. Zdravnik se ukvarja samo s kompleksnimi primeri. Physiotherapy doctor, enaka zadeva, znajo narediti osnovno ultrazvočno preiskavo, lahko predpišejo določene medikamente, lahko predpišejo tudi določene preiskave. In to mislim, da je smer, v katero moramo iti. Osnova je pa vedno znanje in samo z več znanja bomo lahko boljši in naredili več za pacienta. To se mi zdi, da je bistveno. Zdaj pa hipotetično, v Sloveniji imamo 2 klinična centra, zakaj bi najboljši kirurgi v kliničnem centru delali rutinske artroskopske operacije sklepov? Zakaj ne bi klinični center delal samo tiste kompleksne in težke zadeve, kjer sta pri operaciji morda pomembna celo 2 kirurga? In potem bi imeli specializirane bolnišnice, kot je recimo Valdoltra, bi imeli takih več, kaj pa zvem, ena taka bi bila na Ptuju, ena v Novem mestu, Slovenija je mala. In tam pa bi bili usmerjeni samo hipotetično v ortopedijo. In bi imeli zaposlene ortopede, kolektiv bi bil večji, če si ti mala bolnišnica z 2 ortopedama, pa ti en manjka, tebi manjka 50% kadra. Plus tega fluktuacija znanja je bistveno manjša.
izkušnj, manj se tam akumulira. Ne? Ampak zdaj že naslavljamo sistemske težave našega zdravstva in smo bistveno zajadrali od fizioterapije, se pa včasih težko. Ne razumem. V glavnem, tim je pomemben, v katerem ti delaš. In je verjetno tudi ključen za to, da te potisne v neko novo izziv ali pa izkušnjo. Kje se pa ti zdaj najbolj, ali pa kater del fizioterapije pa tebe zdaj najbolj zanima? Da se vrnemo v fizioterapijo. Tako se pa. Jaz mislim, da se moji sodelavci ne zavedajo, koliko sem hvaležen, da sem lahko del njih, da se lahko še vedno vsak dan od njih učim in da to nekaj, kar mogoče malega znam več kot oni, da jim lahko tudi predam. Mene osebno najbolj zanimajo bolečinska stanja, ki so posledica mišičnih ali drugih asimetrij. To pomeni vse, kar je potem povezano z manualno terapijo, da znam ugotoviti pravi vzrok, kaj je to povzročilo. To, kar najraje izpostavljam, naprimer, danes sem imel pacienta kalcinirajoči tendinitis. Kalcij v rami. Prvo vprašanje, kaj znate vi to razbijati? Se pravi, že predstava pacienta o tem je napačna. On si predstavlja, da ima nek kamen v rami, kjer bi mi to morali razbiti in temu ni tako. Okay. In če bi mi izbrali asimptomatske, se pravi povprečne ljudi na ulici, jaz sem prepričan, da med 10, kjer jih rama ne boli, bi pri več kot samo enem v rami na tetivi našli nek kalcij. Ampak očitno ta kalcij ni problem. Kdaj sem začel v bistvu v to dvomiti? Ko sem imel prvega pacienta, ki je imel kalcinirajoči tendinitis, šel je na intervencijo v UKC, kjer so ta kalcij izprali, ponovno opravili ultrazvočno preiskavo, kalcija v rami več ni bilo, on pa se vrnil nazaj in je rekel, da so bolečine iste. Torej ni kalcij razlog. In to se spet vrnemo tja, kjer smo že bila. To pomeni, da nek hipotetično radiolog, ki pacienta ne vidi, opravi samo preiskavo, recimo magnetna resonanca, in potem izpiše vse, kar v rami vidi, kar je normalno. In to opiše zelo detaljno, ker so mojstri svojega posla. V trenutku, ko pa je nekje kalcij na eni tetivi v rami, imaš diagnozo kalcinirajoči tendinitis in to te spremlja cel čas in vsi se ukvarjajo samo s kalcijem. Do zdaj sem že ugotovil, pa ne enkrat, da je težava bila čisto drugje. In če sem ugotovil in to težavo znal rešiti, menim, da je večja verjetnost, da je bila moja, temu rečemo, delovna diagnoza pravilna. In te stvari potem diferencialno ugotavljamo z manualno diagnostiko in potem se na podlagi tega, kar smo ugotovili, odločimo za fizioterapevtske postopke. Ampak, ko govorimo o bolečinah v mišicah generalno, zdaj si pač dal en primer. Kaj je glavni razlog za to, da v bistvu mi sploh občutimo bolečino, da pa lahko mi v bistvu reagiramo? Ker, ne vem, kot primer, tudi pragove imamo zelo različne, te bolečinske, se pravi, jaz lahko sem zelo hiter, skačem, da me nekaj boli, ti bi ob isti poškodbi ali pa istih zadevah sploh mogoče ne reagiral. Na drugi strani pa, koliko je to povezano z, rečemo, živčnim sistemom in z ostalimi stvarmi. Veš, kam pelem z vprašanjem približno, no? Percepcija bolečine je subjektivna. Ja, sej. Doživljanje bolečine je subjektivno. In to je odvisno od večjih različnih, tudi predvsem fizioloških faktorjev. Nekoga bo lahko bolelo zelo, nekoga manj. Ampak ti, kolikor sem prej razumel, ni nujno, da je bila poškodba. Lahko se je pač bolečina samo pojavila. Ja, bolečina sama po sebi, evolucijsko že gledano, ima protektorno funkcijo. Ja. Pomeni, nekaj je poškodovano, nekaj vneto, dve varianti imamo, ali gre za mehansko zadevo, nek udarec poškodbo, ali pa gre za inflamatorno. To pomeni, da se nekaj vname. So še potem druge zadeve, kjer je izvor v živčnem sistemu, ampak generalno pa zelo posplošeno. Katere bolečine tebe bolj zanimajo zdaj? Mene zanima vsaka interesantna. Vsaka interesantna po svoje. Primer, ki pride skozi vrata, je svojevrsten. To mislim, da ravno dela mojo stroko zanimivo in moje delo interesantno, da mi ne postane dolg čas.
In to je ravno to, ne? Mi moramo ugotoviti, kaj bolečina povzroča. Bolečina je simptom, posledica nečesa. Mi pa moramo ugotoviti vzrok in vzroka je lahko ogromno. Ne? In tudi če razmišljamo, recimo pride do nekega vnetja, vprašanje je, zakaj je prišla do vnetja. Ne vname se nobena struktura samo od sebe, da bi zjutraj rekla, se zbudila, pa bi mišica rekla, danes pa je tečno, danes pa sem jaz malo vnela. Neko ozadje mora biti tega, zakaj je do tega prišlo. In ko to ugotovimo, lahko začnemo ta vzrok odpravljati. To je ključno. Tebi to se mi zdi tako zelo preprosto, jaz pa pol začnem razmišljati, ampak ne vem, nekdo lahko tudi samo zaradi prehrane že povzroča neko osnovno vnetno stanje si v telesu. Kaj je pol vzrok prehrana? Ampak ko smo se pogovarjali prej, do kam v bistvu potem boš ti vse šel, zato da boš ugotavljal, rečemo, vnetno stanje in potem posledica bolečine. Jaz osebno se fokusiram v mišično-skeletne težave. Ne ukvarjam se z nevrološkimi, o tem znam premalo, da bi bil v tem res dober. Ne ukvarjam se tudi z prehranskimi, določene zadeve pa svetujemo. Ampak se pa povezujejo te stvari med sabo. Absolutno. In včasih tudi odkrijemo nek vzrok, ki je lahko težava prehrana, kjer je lahko težava stres kot tak. In svetujemo pacientu in smo pri tem tudi uspešni, ker kakorkoli na lokomotornem sistemu se marsikaj manifestira. Če sem jaz zdaj napet, cel zakrčen, jaz sem napel vso periferno muskulaturo v predelu vratu, v ramenskem predelu, in če pride nekdo k meni kot k fizioterapeutu, pa jaz gledam striktno samo to, da te mišice sprostim, kak bo pacient ponovno pod stresom, se bo zadeva ponovila. Nisem psiholog, lahko pa to opazim in ga na to opozorim. In svoje paciente pogosto tudi izprašam. Mi imamo mogoče to prednost, da je obravnav več. In s časom navežeš nek stik, spostaviš nek odnos s pacientom, kjer ljudje tudi povejo več, oziroma po 2-3 obravnavah pomisliš na neko zadevo, na katero v prvem pregledu nisi. Zato vedno najprej naredimo pregled, poskusimo ugotoviti vzrok, naredimo intervencijo in po intervenciji ponovno znova testiramo, da vidimo, ali je boljše. Če ni boljše, sem se zmotil. Zadeva je zelo enostavna. In včasih 3., 4., 5. obravnava, pri človeku vidimo, kdaj je v stiski. Vprašam, ste pod stresom, glejte, vsakemu se kdaj zgodi, imate morda kakšne osebne težave, zgodilo se je že, da se kdo na mizi zjokal. In potem se lahko o tem pogovorimo, na koncu zadnjo obravnavo, če pacient reče, glejte, sem dosti razmišljal o sebi, res sem pod stresom, začel sem drugače živeti, več se rekreiram, več se ukvarjam s športom, boljše se počutim in vrat me ne boli. To je to, mi smo svoje naredili. Še enkrat, nisem pa psiholog, nisem dietetik, tukaj moje znanje je zelo površinsko, ampak celo življenje se učimo. Nikoli ne veš, mogoče spet v novo stroko za jadro. Rekel si, da ti si prvo te je zanimalo v bistvu ta razvojni del, se pravi ne kot pediatrični del ali prav kot pediatrični del razvojne fizioterapije. Razvojna nevrološka obravnava. To pomeni kot razvojni fizioterapeut. Na fakulteti me je zato navdušila gospa Jelena Katalina Horvatič, ki me je tam učila. In mogoče tudi, ko sem bil v različnih institucijah tekom kliničnega usposabljanja, sem videl fizioterapijo drugače, kot mi je bila tam predstavljena. To govorimo z malimi otroki? Ne, generalno. S odraslimi ljudmi. Ampak ti si se ukvarjal, se pravi, z razvojno, kako v bistvu, to, ko smo se pogovarjali, a se ne zdaj kaj zalutal slučajno, mi tudi lahko poveš, ne? Kako v bistvu se otroci različno razvijajo od teh prvih refleksov, ko jih imajo, do tega, da pridemo v neko odraslo dobo. Torej, to, kar sem prej želel povedati, da fizioterapija se mi je včasih v določenih institucijah zdela preveč kot tekoči trak. Da ni bilo individualizirano, da je pacient hodil s kartončkom od
enega predela, od ene ambulante v drugo, kjer je pri vsakem fizioterapeutu imel drugi fizioterapevtski postopek. In to se mi ni dopadlo. Nisem tukaj razumel tega koncepta, na kak način bi sploh pacientu pomagal. Pri otroški razvojni obravnavi, tam pa je bilo individualno delo 1 na 1 in čas trajanja obravnave nekje 1 ura. Ne? Zaradi tega je mene zanimalo, ker takrat je bilo dosti govora o teh tipičnih in atipičnih motoričnih razvojih, se pravi, kjer ne govorimo o patologiji, ampak naprimer dojenček preskoči en motorični mejnik, hipotetično ne kobaca in iz pronatornega, supinatornega položaja na tleh, iz sedenja gre avtomatsko v hojo. Ne? In mi imamo zelo dobro razjasnjene te motor milestones, se pravi, na kak način bi naj motorični razvoj potekal in kakšna bi naj bila časovnica. Sam tudi ne vprašam, kobacati pomeni, da je na vseh 4 ali še plazi s trebuhom po tleh? Kobacati, to je v bistvu quadruped moving. Da si na vseh 4? Po vseh 4, kjer je trebušček dvigen od podlage. Od tal, ja, ok. In tu so zelo različni tudi atipični vzorci. Ne? Plazenje pa je, da se puza dojenček po podlagi. Ko vojak, ne? To je ranjene, cel pa kar. Okay. No in mene je zanimalo, ali atipični motorični razvoj vpliva na gibalne sposobnosti kasneje, ker to je bistveno, ne? Ali to pusti kakšno posledico. Zdaj teh rezultatov, čeprav za diplomsko delo sem imel zelo velik vzorec, več kot 50 otrok sem testiral, izvajal sem z njimi TGMD2 test, to je Test of Gross Motor Development, ki je primeren tako za zdrave otroke kot otroke s patologijo. In tukaj se kvalitativno, se pravi semi-kvantitativno ocenjuje, torej izvedba posameznega giba se oceni s točko, če jo otrok prikaže. In to se testira zadeve med žogice, tek, naprimer pri teku se ocenjuje, če je ta kontralateralnost ena roka naprej, ko je druga noga spredaj, ali pokrči noge do 90 stopinj, ali vsaj za trenutek pride v situacijo, kjer sta obe stopali dvignjeni od podlage in tako dalje. In tukaj se je potem pokazalo, da so bili najbolj motorično spretni pri 4 oziroma 5 letih tisti otroci, kjer so začeli hitro kobacati in pozno hoditi. Aha. Zdaj, zakaj, ne vem, to se bo čisto toliko poglabljal, ampak sklepal sem, da zaradi tega, ker so bili dlje časa na podlagi, tudi tisti, ki so recimo začeli pozno kobacati, so več uporabljali te kontralateralnosti, rotacij in tako dalje, da je to bila posledica boljše motorične spretnosti kasneje, ampak da se razumemo, to moram povedati, to so zgolj moje ugibanja. Bi pa bilo smiselno, da bi se naredila ena longitudinalna študija, da bi spremljali motorični razvoj otrok, dokler ne bi shodili, in potem bi njihovo grobo motoriko testirali ponovno pri 4 ali 5 letih. To pa bi lahko dokazali. Ker danes je tudi zelo popularno, mamice je strah, in pol sedijo pri kavici pa reče, veš kaj, naš že sedi, panika, naš pa še ne, zdaj pa malega primi pa ga posedati. Mi v bistvu na ta način prikrajšamo za izkušnjo, kako pride nečesa. To je v bistvu ta del o tem razvoju otrok, se zelo rad pogovarjam, zaradi tega tudi, ker me dosti krat strah ali pa opažam tudi kot ali športni pedagog ali ne vem pač kot trener, kjer je otrok prevečkrat projekt starša. In imamo mi zelo probleme, da to tako rečem, da so otroci, da ne rečem že kar v trenažnem procesu, tako je bil, zdaj kar konkretno rekel Tiger Woods, ki vemo, še ni hodil, pa je že se ata odločil, da bo, ne vem, če poznaš ta primer, mu je že dal palco v roke in je on že prednji je bil Tiger Woods 1 leto star, da bo on najboljši golfist na svetu. In je v bistvu bil projekt, mislim, v kateri knjigi je točno to, mislim, da je v Razponu noter. Tako je. Zelo dobra knjiga, pač
prikazuje, kako lahko v nekem dosti zgodnem otroštvu, zatem, ko daš otroku prednost, ker je hitreje dobival ravno te izkušnje specifične, ne, pa še malo treniran zraven, pa specifična okolja ga je tudi oče potem delo in tako naprej, da je dosegel to, kar je dosegel. Ne. Zdaj, kakšna je bila pač njegove traumatične izkušnje, ki so bile kasneje pač posledice, so se kazale v odrasli dobi, to je zdaj pač zanemarljivo. Ne. Mene je predvsem strah to, da so otroci prehitro izpostavljeni ciljem staršev, ne pa svojim lastnim željam, kako se bojo razvijali. Ne. To je za naslednji podcast z enim psihologom. Jaz mislim, da vsak starš, ki manifestira svoje frustracije skozi otroka, mi je tega otroka žal. Rečemo hipotetično, kaj če bi Tiger Woods bil lahko vrhunski slikar, kaj če smo zapravili novega Pabla Picassota. In verjetno je bilo en kup takih staršev, ki so svojim otrokom v roke tiščali golf palico. Ja. En bi lahko bil slikar, en bi bil vrhunski operni pevec, en pa bi lahko bil šprinter na 100 metrov. In njihove talente smo zapravili. Kar je še bolj pomembno, njihove želje smo lahko s tem uničili. Ampak ja, da ne bo pomote, ne v razponu, predvsem se predstavi zadeva zelo dobro, da so določeni športi ali določene stvari, kjer mogoče je celo prednost, da si zelo v zgodnji otroški dobi nekaj za stvari začel. Ne? Ampak generalno mi rabimo širino, zato je tudi razpon, ne? In čim več različnih znanj in tisti, ki imajo večjo širino, da sem zelo na hitro povzel zadevo, ne? So kasneje tudi bolj uspešni. Ne? Se pravi, na drugi strani je Roger Federer, ki se je ukvarjal z 20 športi in šele s 15 prvič držal tenis lopar v roki in potem pač naredil tisto, kar je naredil. Ampak mene, to, ko govoriš, ne primerjava moj otrok pa tvoj otrok, dostikrat mi je vprašanje to, koliko se mi ukvarjamo s kronološko, pa koliko se ukvarjamo z biološko starostjo. A je to, rečemo, en del, s katero se, rečemo, mogoče tudi vi ukvarjate, no? Fizioterapeuti? Ne razumem vprašanje. Ne razumeš vprašanje. Spravi, jaz, če gledam, ko učim v šoli, ne, ali pa tudi, ko sem na igrišču na nogometu, ne, imam 15-letnike, ne, ampak določen 15-letnik je v razvojni, fizično je razvojna stopnja 17-letnika. Nekdo je v razvojni stopnji 12-letnika. Med njima je ogromna razlika. Ne. Vem, da Hrvati so kazali Krajnčar pa Luka Modrić. Ne. Razlika je bila za glavo pa pol, ona dva sta bila skupaj, se pravi v klubu. Ne. Se pravi, pač fizična razlika je ogromna in tudi eni otroci hitreje dozorevajo fizično, pa mogoče psihološko malo kasneje, eni pa psihološko malo hitreje, pa fizično malo kasneje. Ne. Ker tudi, kakor poznam, ali sem pač samo zasledil nekje, da otroci, ki so prej gibalno razvijajo, kasneje začnejo govoriti in obratno. Je to, si kdaj zasledil kaj tajega tudi? Ne, ok. Nimam še svojih otrok, tega nisem spremljal. Smisel, ko si delal to študijo, ne, ko si rekel, ne, zdaj, otroci, ki začnejo hitro hoditi, je katero starostno obdobje je to, koliko so stari? Tisti, ki so hitri. Zdaj, ta časovnica je relativna, dosti krat si napačno tudi interpretira, kar pomeni hoja. Zdaj, če se otrok vertikalizira pa postavlja na noge, ob opori pa naredi 3 korake, to še ni hoja. Pogovarjamo se o samostojni hoji. In starši veliko krat seveda razumljivo v trenutku, ko se otrok postavi na noge, naredi 3 korake pa pade na rit, je to že klic babici, naš pa hodi. Ne? Kar še ne pomeni, naš še ne hodi. Okay. Naredil je 3 korake. In načeloma je ta časovnica po enem letu starosti, od 12 do 18 mesecev. Večina študij je v to obdobje umestila, da bi otroci naj shodili. To pomeni, da vse, kar je do 18. meseca, je čisto normalno. Če en shodi pri 17, je to normalno, je to ok. No in to zdaj, pač, ko govorimo ne, o biološki starosti, ne, se pravi, nekdo je pri 12 že začel hoditi in je pač prehiteva v razvoju nekoga drugega.
Me je pa bilo zanimivo, ko si rekel, tisti, ki so se dlje časa kobasali, so potem bili boljši na testih, sem prav razumel. Ja. Tisti, ki so bili dlje časa na podlagi. Ja. Ker zdaj kaj pomeni, ne? Otrok ne kobaca cel čas, ne? Se vsede, se obrne, torej jaz sem sklepal, da je tu večja kontralateralnost giba, se pravim, to so ugibanja. Imel sem idejo, da bi pri nas v zdravstvenem domu naredili študijo tudi z tega področja, to, kar sem prej omenil, se pravi, da bi longitudinalno spremljali, ampak pač žal tudi naš dan ima zgolj 24 ur in vse ideje, ki bi jih radi implementirali, jih še nismo uspeli, upam pa, da bomo. Ker meni je zelo zanimiv ta del, da otroci, ne vem, ko govorimo o 2-letniki, 3-letniki, so z lahkoto v globokem čepu in so tam noter tudi lahko po 2 ure. Karikiram, mogoče malo pretiravam, ampak se lahko igrajo v peskovniku v globokem čepu brez problema. Ne? Ko govorimo mi o odraslih, ko govorimo o 12-letnikih, ne, že ne morejo več prehajati v globoki čep, da bi lahko čepel, ker so že določene mišične skupine toliko se skrajšale jim, da jim ne omogočajo več, da bi lahko sploh prišli toliko nizko. Zato tudi razmišljam, ne, ko pa gledam, kako se razvija trenažni proces v nogometu, ne, je pa v bistvu zelo velika razlika, kako se včasih treniral, in danes je zelo velik poudarek, ne vem, na gibljivosti kolkov ali na mobilnosti kolkov, na tem, da lahko določene mišične skupine se vrnejo v tist, kar smo mi kot mali otroci lahko počeli. Ne. In tudi vaje so zelo velikokrat, se pravi, usmerjene ravno v ta del, ne, globoki čep, kjer pač še potem dodatno dvigujemo roke diagonalno visoko gor, mi rečemo ponovati, ne vem, sumo počep, da naredimo, ne, z dvigovanjem rok, kar velika večina športnikov, kaj šele kdo drug ima težave zaradi tega, ker je premalo gibljiv v kolku ali tetivi ali kjerkoli druge, se pravi hilovi, ali imajo premalo moči v koru, zato da bojo lahko se zravnano držali. Se pravi, en kup stvari je, ki je, da rečem, kar podrtih v sposobnosti izvesti določene gibe. Si opazil to, kaj ne? Zdaj, nekje evolucijsko se je pri človeku zgubilo raztezanje. Vsak ima doma mačko, vidi, da mačka dvigne nogo vertikalno ob glavi, se čisti, se razteguje, vedno, ko se vstane, se raztegne. Mislim, da noben od poslušalcev, zjutraj, ko se zbudi, pa ko gre v službo, se najprej ne poliže po nogah, pa se ne raztegne, tega ni. Ja, okay, ja. To se je pri nas zgubilo in posledica je seveda jasna. Ne? Zdaj, z maturacijo kasneje, tkiva so vedno bolj rigidna, posledično sklepi vedno manj gibljivi in če v tej smeri ne delamo, prihaja do redukcije gibljivosti. Zdaj pa dodajmo še prisilne drže pri delu, neke ponavljajoče se gibe v službi, pasivni življenjski slog, veliko sedenja, računalniki, telefoni in če potegnemo črto, je to, kar si povedal. Kar se pa tiče športa, to so zgolj moja osebna opažanja, pri večini ali vseh športih žogo je problem mišična raztegljivost. Sklepam, da je to zaradi tega, ker če bodo recimo nogometaši vrhunsko gibljivi, super raztegljivost, zelo dobra osnovna fizična pripravljenost, bo ekipa zgubila. Je bolj pomembno, da so uigrani, da imajo dobro tehniko z žoga, trening pa traja, ne vem, vi boste povedali, uro pa pol, 2. Torej, razpolagamo z nekim časom, kjer moramo postaviti prioritete. Če vzamemo za primer atlete, se pravi track and field, tam nimamo uigravanja, v redu pri tehničnih panogah, ja, je tehnika, pri teku tudi nekaj, ampak ne toliko. Pri atletih samo ogrevanje traja vsaj pol ure. Najprej tek, rahlo segrevanje, potem raztezanje, ki je intenzivno in sistematično, potem aktivacijske vaje, tako imenovana atletska abeceda, stopnjevanje, šprint in šele na to je en atlet pripravljen za
trening. Če pa se mi zdaj pogovarjamo o nogometu, pa rokometu, pa v večini primerov, po mojih informacijah, kratko ogrevanje, vržemo žogo, zdaj pa gremo, zdaj pa se malo podajamo in to je ogrevanje, ki de facto... Tu te lahko malo poskušam vsaj demantirati, ne, da določene ekipe že precej grejo v to smer, tako da je, ne vem, pol ure. Še posebej pri mlajših selekcijah, ker ko so enkrat profesionalci, je druga zgodba. Ko pa imajo trening 3-krat na teden, pa je spet druga zgodba. In možno je, da je to čisto naključje, ampak do sedaj večina mladih športnikov, ki so trenirali katerikoli šport ekipni z žogo, je bila to težava. Se pravi, raztegljivost fleksorjev kolena, ekstenzorjev kolena, fleksorjev kolka. Posledica so pa seveda potem asimetrije, kjer je vprašanje časa, kdaj bo prišla do bolečinskih stanj. To pa je področje. To pa ti prideš noter in tu si ti zdaj najboljši. Najboljši daleč od tega, se pa trudim. Mislim, to je tvoj del, kjer si dober. To je področje, ki me zanima. Okay. A so še druga področja, ki jih lahko primerjaš po znanju z tem delom? Bolečinska stanja? Mene tudi zelo dosti zanima uporaba fizikalnih agensov v fizioterapiji. Na tem področju sem tudi zunanji sodelavec, strokovni sodelavec na univerzi. Tako da ampak... Ok, to bo na drugič. Ker smo že krepko v drugem polčasu, pa zdaj prihajam jaz proti tizmu delu, ki me še malo bolj zanima, ne? Hotel sem sam, da dodam. Zdaj v vrhunskem športu gleda to, da je zelo velik, sploh nogometu, zelo velik tekem. Trenerji se zelo pritožujejo, tudi igralci so se začeli pritoževati, da je odigrati 70 tekem na sezono, zdaj že gre bolj proti 75, je ogromno in da je to težko vzdrževati in formo na eni strani in da si zdrav. Kar je pač, šport bi moral biti sen zdrav. Zdaj, zaradi tega, zelo veliko je tega, da pred treningom ponavadi je dvorana, telovadnica, kjer je zelo usmerjeno za povečanje mobilnosti, gibljivosti, kakorkoli pač bomo zdaj te termine moramo počasi tudi mi malo uskladiti. Hotel sem to reči, da skrbi se vse bolj za to, se pravi, na vrhunskem nivoju. Je pa res, da mene tudi zelo skrbi to, da mladi, sploh takrat, ko so v teh fazah intenzivne rasti, pa niso dovolj, niti oni ne posvetijo tega, niti trenerji ne posvetimo, ker sem jaz pač tudi en del tega, dovolj. In po moje bi z nekimi dosti preprostimi programi, 10-15 vaj, ki bi postale rutine pred treningom, bi to marsikatero zadevo bi lahko že odpravljali, ker na eni strani imamo problem z gibljivosti, na drugi strani imamo problem tudi z močjo. Zdaj, to, ko smo se pogovarjali za mojega malega, da mogoče prevelika napetost v sprednjem delu telesa, ker je tudi drža njegova taka, in z nekimi korekcijskimi vaje, ki mi jih je Alme dal, se pravi, da hiter lahko pol smo skompenzirali. Zdaj bomo pa videli v dolgem roku, ali ga treba še teper pelati na kakšno testiranje. Ok, ali bi želel tukaj dodati, ali gremo midva naprej? Tri zadeve smo bistvo naslovila, ampak mogoče samo na kratko. Vrhunski šport ni zdrav. To je sistematično produciranje, ne bom rekel ravno invalidov, ker v vrhunskem športu je tak, da želiš iti točno do meje, kjer se še ne poškoduješ. Tukaj pa je predikcija nemogoča. In če nikoli nisi poškodovan... Nisi nikoli bil na meji. Jaz mislim, da nisi vrhunski. Ker pri teh, ki resno trenirajo, ali delajo vrhunske rezultate glede na svojo predispozicijo, ali pa so poškodovani. Tretje variante pa ni. Ok. Dajmo zdaj, se pravi, katere vse teste vi upravljate v tem vašem centru? Da prvo to ugotovimo. Prva zadeva, ki se meni zdi najbolj pomembna, je diferencialna diagnostika. To pomeni specifični testi, ki jih izvajamo z rokami, kjer poskušamo sprovocirati bolečino z določenim položajem, z aktivacijo določenih mišic, z pritiskom na določene strukture. To
je osnova. Potem pa je dalje funkcionalna diagnostika. Funkcionalna diagnostika, sem pa štejemo dinamometrijo, izokinetično dinamometrijo, potem tenziomiografijo in pa analizo statike telesne drže. Izvajamo tudi bioimpedanco, se pravi meritev telesne sestave, občasno, po potrebi orientacijsko, pa tudi diagnostični ultrazvok. Ok. Če gremo, ne bomo šla po vrsti, začela bomo z tenziomiografijo, ker smo se tako tudi pogovarjali, ne? Glede na to, da nekaj smo se že mi pogovarjali, tudi dej nam prvo povej, kaj je TMG. Tenziomiografija je postopek, s katerim merimo kontraktilne lastnosti mišic. S tem lahko zmerimo, kako hitro se mišica skrči, kakšna je amplituda mišičnega krčenja, kakšen je čas mišične kontrakcije in pa kakšen je čas mišične relaksacije. In iz teh parametrov potem lahko ugotavljamo, ali je mišični tonus previsok, ali je mišični tonus prenizek, ali mišica reagira prepočasi, prehitro ne more, ne, ker pri tonusu si želimo vedeti, da je nekje vmes, da ni ne previsok, pa ne prenizek. Zdaj ni pa situacija, da bi rekli, joj, mišica ne sme tako hitro reagirati. Hitreje reagira, boljše je. In spet, ko dobimo te podatke, lahko sklepamo tudi, ali gre za mišično utrujenost, za poškodbo, za teglost in na podlagi tega se odločamo, ali moramo izvajati raztezanje, sproščanje, aktivacijo mišice oziroma jačanje mišice. TMG izvajamo, se pravi, lahko izvajamo in pri poškodovanih in pri zdravih športnikih ali pač splošni populaciji. Prednost tega je, da tukaj ne gre za aktiven gib. Mi nastavimo nad in pod trebuh mišice elektrodo, na sredino nastavimo tipalo oziroma senzor, umetno sprožimo mišično kontrakcijo z aparatom, nastavimo jakost impulza med 0 in 100 mA in potem aparat meri te kontraktilne lastnosti. Prednost je, da lahko merimo tudi posamezne glave. Prednost je, da ne vpliva kot pomemben faktor motivacija pacienta in tukaj lahko potem posebej merimo različne glave, naprimer quadricepsa, vastus lateralis, medialis, rectus femoris, medtem ko pri dinamometriji lahko merimo samo mišično skupino, ki nek gib izvaja. Ampak s TMG ne dobimo podatke o mišični moči, se pravi, ne dobimo podatka o navoru v newtonmetrih, ki ga mišica oziroma mišična skupina razvije, ampak samo kontraktilne lastnosti mišic. Tako da jaz rad delam oboje, ker to je potem tako, da bi pucle sestavljal, ne? Vse zmeriš, pol pa imaš sestavljanko, narediš diferencialno manualno diagnostiko in slika je v praktično vseh primerih zelo jasna. Dinamometrija je pa kakšna pol specifika? Dinamometrija je pa v bistvu tisto, kar je tam za teboj. Ja. Tam merimo mišični navor. Lahko ga merimo izokinetično, to pomeni, da je kotna hitrost giba enaka ali izometrična, kjer odrivamo in aparat ne dovoli, da ga premagamo. Tu so spet določene specifike, kdaj se zakaj odločimo. Lahko izvajamo izokinetične meritve koncentrično ali ekscentrično, pri koncentrični oziroma ekscentrični mišični kontrakciji in tukaj potem lahko primerjamo mišično moč mišične skupine. Dobimo torej podatek, kakšna je mišična moč recimo kvadricepsa leve noge in kvadricepsa desne noge. Ali lahko merimo tudi fatigue of the muscle, se pravi mišično utrujanje, ali se mišica na eni nogi prej utrudi in na podlagi tega merimo v specifičnih protokolih. Okay. Se pravi, zdaj, če gledamo TMG, ležim na tleh in sem neaktiven, mislim na mizi, ja. In sem neaktiven, ja. In vse naredi v bistvu električni signal, koliko se bo pač, a se tudi določa višina električnega signala? Ja, spreminja. Električni tok potem nastavljamo v miliamperih, jakost, in tukaj želimo izmeriti tisto največjo mišično kontrakcijo. Zdaj, kak je potencial v bistvu mišice, mi gledamo to? Ne potencial,
ampak mi nastavimo neko jakost, sprožimo mišično kontrakcijo, ki jo potem po protokolu povečujemo do tiste mere, kjer z večjo jakostjo električnega impulza dobimo enako mišično kontrakcijo. Aha. To pomeni, da če bi teoretično mi nastavili na 1 000 mAh, se bi mišica še vedno skrčila enako, kot se je, rečemo, pri 70 mAh. To je tisti plafon, maksimalna kontrakcija, ki smo jo dobili, ne? In to je potem relevantna meritev. In tu pa se pravi, gledamo predvsem te asimetrije, se pravi leva, desna stran, spredaj, zadaj, še kaj drugega, kaj posebnega. Primerjamo tudi z referenčnimi vrednostmi. Mi imamo referenčne vrednosti, praktično ni športa, kjer referenčne vrednosti ne bi imeli. Za nogomet, ameriški nogomet, odbojko, imamo referenčne vrednosti prav za posamezne igralne pozicije. Zakaj je to pomembno? Ker če mi dva primerjamo maratonca ali pa šprintera, iluzorno je pričakovati, da bodo kontraktilne lastnosti mišic obeh enake. Ne? Se pravi, to primerjamo z referenčnimi vrednostmi za igralno pozicijo oziroma šport. Idealno pa je, če bi mi imeli narejeno meritev določenega športnika, ko je z njim vse ok. Ker bi potem v primeru suma na poškodbo ali ugotavljanja utrujenosti lahko primerjali z tisto meritvijo, kjer je bila mišica zdrava in imamo neko primerjavo. Ne? Zdaj, na tej napravi, dinamometriji, pa mi v bistvu ravno tako vidimo potem te asimetrije in vse ostalo. Vidimo asimetrije oziroma odstopanja razlike glede mišične moči. Mi lahko vidimo, da je recimo levi kvadriceps razvil 10, 20, 5% večjo silo, kot pa kvadriceps na drugi nogi. To lahko ugotovimo. Ne? Pa se tukaj poklapla, se pravi, glede na to, da mi govorimo pri TMG-ju predvsem na hitrost, tu govorimo pa na sili, je kaj se vrednosti kaj pokrivajo ali so irelevantne? Če sem odkrit, se še v to nisem poglobil, ampak to sta načeloma dva ločena parametra. Lahko imam jaz recimo na eni nogi zaradi specifike športa veliko mišično hipertrofijo, kjer pa to ne pomeni, da bo zaradi tega mišica tudi hitro reagirala, lahko hitreje reagira na drugi nogi in ni to v korelaciji z mišičnim tonusom. Ne? Če je recimo mišica utrujena, da bi športnik prišel po nekem intenzivnem treningu, potem bo tonus nižji. Če pa recimo pred tem delo aktivacijo, je lahko mišični tonus višji in na tonus lahko vplivamo hitreje, pri čemer vemo, da mišična masa in mišična moč je pa druga zadeva. Jaz, če grem 8-krat na fitness, še ne imel six-packov. Če bom začel danes, bom mogoče lovil še poletje 2025, pravi, to je fiziološki proces. Ja, razumem. Ja. To nas je pa druga zadeva. Ja, okay. Ampak zdaj, ko ti narediš te dve zadeve, se pravi, govorimo asimetrija, ne vem, desna noga je hitrejša kot leva, sprednji del je počasnejši kot zadnji, ne vem, se pravi, predvsem te stvari se gledajo. Ali še kaj drugega zraven, kaj je pomembno? Gledamo kontralateralno, se pravi leva in desna, naprimer. Pomembno nam je tudi razmerje med agonistično in antagonistično mišico. Ja. Če smo že pri kolenu, ki je za nogometaše interesantno in tudi pogosto se tam pojavljajo poškodbe, nam je pomembno, kaj se dogaja z kvadricepsom v primerjavi z mišicami, ki delajo fleksijo kolena, ki koleno krčijo. Ne? In tudi tukaj je pomembno razmerje moči in kontraktilne lastnosti. Pa hitrost tudi. Absolutno. Ker to pač jaz nekaj sem sodeloval, predvsem, ko so še v Celju delali TMG, to je že nekaj let nazaj, in je bilo tako, da smo imeli vsake toliko eno izjemo med nogometaši, pa vem, da je takrat dr. Đorđević pol malo skočil vedno, da rečemo biceps femoris ne sme biti hitrejši kot pa kvadriceps, ker bi ne stabiliziral kolen. A to drži kaj ali ne drži? A je to irelevantno? Glej, veš kak je, več znaš, več vidiš, koliko še ne znaš. Aha, okay. In jaz se recimo
bolj ukvarjam s tem, kako posamezne kontraktilne lastnosti vplivajo na kompenzatorne vzorce, na asimetrije in kako to vpliva na pojavnost nekih bolečin oziroma težav. Zdaj, če se je nekdo res poglobil v razmerje delovanja agonist-antagonist, kar se tiče fleksije, ekstenzije kolena, potem najbrž to drži. Vsaka mišica, ki gre preko sklepa, ima neko funkcijo. Zato meni recimo ta ugibanja, katera mišica je pa najpomembnejša v rami, katera mišica je pa najpomembnejša v kolenu. Vsaka je pomembna, ker če je bila pomembna, je ne bi bilo. Ja. Ampak je pomembno zaporedje, kako se krčijo, ni? Ne razumem. Zaporedje, katera bo prva se skrčila in katera se bo naslednja skrčila. Je pomembno ali ni pomembno? Ja, če govorimo... To je v bistvu motorični program, ne? Če govorimo o agonistični mišični skupini, se najverjetneje aktivira vsaj približno enako, ne? Ker govorimo v večini primerov, ne v vseh, ampak dosti je takih primerov, kjer je tudi inervacija iz istega segmenta. En taki primer, kjer ni tako, je recimo zunanja rotacija glenohumeralnega sklepa, kjer je inervacija druga in tam bi to potencialno lahko vplivalo. Ampak tu bi se zdaj zlagal, karkoli bi rekel, ker še nisem šel v tako globino. Ok, sprašujem, glede na, dobiš informacije, si v športu noter, pogovarjam se in potem mi nekdo nekaj reče, ne, in ko dobim informacijo, poskušam tudi preverjati, ne, zaradi tega včasih kako zadevo tako tudi sprašujem. Ker vem pa, da recimo po poškodbi križne vezi, ne, tisti, ki delajo z bom zdaj naredil reklamo mogoče za te elektrostimulatorje, ne, ki želijo preko elektrostimulatorjev okrepiti kvadriceps. Vem, da je sploh ta Compex, ne, je bil v enem obdobju zelo močen aparat, da je imel tisti boljši, so imeli, da si v bistvu nalepil tudi zadaj na biceps, da se je prej stisnil biceps, preden se je kvadriceps aktiviral. Da je program bil tako nastavljen. Zato tudi sprašujem. Zdaj se moramo vrniti, če smo že konkretno pri tem strokovnem vprašanju malo nazaj. Vprašanje je, katera mišica ima rečima temu podobno funkcijo, najprej katera križna vez sploh. Ok, sprednja. Sprednja? Ok. Ja. Zdaj, sprednja križna vez podobno funkcijo, kjer bi lahko rekli, da ima potem tudi protektorno vlogo, imajo fleksori kolena in gastrocnemius. Če gledamo kvadriceps, dela ekstenzijo, steguje koleno, ne? In v tem primeru navadno prihaja do atrofije celotne stegenske muskulature pooperativno. Zakaj? Ker vseh teh mišic ne obremenjujemo. Ja. Vsi se fokusirajo v kvadriceps, po mojem mnenju zaradi tega, ker elektrostimulacija ima tudi funkcijo povečevanja obsega giba v sklepu. Včasih pacienti enostavno ne znajo aktivirati kvadricepsa. In zakaj nam je kvadriceps pri hoji pomemben? Ker če mi ne bomo imeli polne ekstenzije kolena, bo prišlo do funkcionalne prikrajšave. Kar pa je potem težava za druge segmente, predvsem za hrbtenica. Ker če bom jaz imel funkcionalno prikrajšavo ene noge, bo prišlo do tilta, se pravi do nagiba medenice, ne, do rotacije nagiba, ne, medenica ni več poravnana, je nagnjena, kompenziral bom pa v hrbtenici. Jaz ne bom hodil po svetu zdaj po strani, ker bom imel medenico nagnjeno, kar bom naredil v ledvenje hrbtenici, bom kompenziral. In to je to. Ne? Po drugi strani pa mislim, da se v rehabilitaciji premalo ukvarjamo z fleksori kolena. Zelo se fokusiramo v to, da dobimo polno ekstenzijo, ker to je tudi cilj, se pravi prvih 14 dni po protokolih, čim prej dobiti polno ekstenzijo kolena, šele na to se mi ukvarjamo s pridobivanjem gibljivosti v smeri fleksije. In posledično se tudi ukvarjamo z kvadricepsom. In vse posod, kjer sem dobil predpisane fizioterapevtske postopke na delovnem nalogu, kar je sicer redko, ne, tam zdravnik napiše krepitev kvadricepsa. Zakaj pa ne fleksorjev kolena, zakaj pa ne biceps femoris, zakaj pa ne semitendinosus, zakaj ne semimembranosus? Prhojega ne rabiš. Šala, ne. Rabiš ga, ker če... Dobra šala, druga. Ja. Ampak,
če imamo mi prešibke, da so evidentno prešibki fleksori kolena, bo prihajalo do hiperekstenzije, ne? In to pa je težava. Ne, pač spet, verjetno so se zadeve precej spreminjale, ampak vem, da je bil pač pri hoji se zadnja loža naj bi precej manj aktivirala, sploh biceps, ne? In da ga skoraj ne uporabljaš in da šele v določeni fazi teka, se pravi tudi pri počasnem teku, načeloma, ker ne dviguješ kolena toliko visoko, se še ne aktivira, ne? In zdaj bom verjetno se zlagal, pa sem nekaj izmislil šele pri hitrosti, ne vem, govorimo o hitrosti 90% tvojega teka, da bi se šele ne aktivirali in ne vem, celo neke študije so bile, da bi bilo najboljše, če bi imeli kar zajlo potegneno, ne, se pravi nek štrik od zadaj, da bi takrat bilo najboljše, ker se pa zelo hiter biceps utrudi, ne, to je tudi en od problemov, ne. Vsaj pri nas in je tudi ponavadi tista poškodba, poškodba, če bo mišična, v veliki večini bo, se pravi, nekje v zadnja loža poškodovana. Ja, pa ne. Včeraj sem imel na mizi eno mlado plezalko, pri njej je šlo za eno tako poškodbo, v bistvu pri športni aktivnosti, ki ni bila vezana na plezanje na morju, in v bistvu nezgoda, zdrsnilo je in takrat je bolelo koleno, na urgenci rentgensko slikanje, BP, nič ne boli. Prišla potem sem k nam, zaradi tega, ker ko je začela trenirati septembra, so se bolečine ponovile in informacija je bila, že po telefonu, zakaj prihajate, ja, bolijo koleno. S kolenom vse ok. Težava je bila poškodba kvadricepsa. Se dogajajo. To je zelo relativno, nehvaležno je zdaj govoriti. Ne vem, čisto tako, če bi se delalo študije, koliko je poškodb česa, ne, epidemiološko, ne. Potem ne vem, kaj bi pokazale. Res je, da pri tistih športih, kjer je veliko maksimalne hitrosti, bi naj bilo več poškodb fleksorjev kolena, kot pa... Hotel se reči, da predvsem to, kar je v povezavi s šprintom, ne, in tudi pač moje opažanja, se pravi, če je kdaj se poškodoval, se pravi, govorimo o bicepsu, gledam šprinterje tudi na, ne vem, večjih tekmovanjih, največji riziko je, se pravi, ko že naredi 4., 5., 6. šprint, ne, ko ima predtekmovanje, pa četrt finale, pol finale in tako naprej, ne. Pri nas pa ponovadi zadnje 5-10 minut, ne, pa če še po možnosti kako malo hladnejše vreme, ne, malce dehidracije, pa naredi sam klik, pa ga je 6 tednov out zagotovne. No, če se recimo spomnimo primera Petar Stojanovič, če se ne motim, pri njemu je pa bil problem kvadriceps, ne, je bila poškodba, neka ruptura mišice. To pa se ne spomnim. Ja, ok. Jaz bolj spremljam. Ker boj. Ja. Se pravim, ne moremo zdaj reči, da je to da je to neko nepisano pravilo. Relativno je tudi glede na to, kakšna je narava poškodbe, ne, ali je poškodba posledica preutrujenosti, preobremenitve, ali pa je to zaradi kontakta pri kontaktnih športih, ne, kjer je neka zunanja sila, zraven ligamentarnega aparata, meniskusov, kaj pa zim kaj mišica. Ampak zdaj, da športnik pride k tebi, ne, zato, da bi izboljšal svoj performance, ne, zagotovo TMG plus, se pravi, da pomagi dinamometrija, ne vem, zakaj mi ne izpade danes ven. Do konca podcasta bo. Ja, ok. Se bom potrudil. Ampak tu imamo zdaj še midva zraven izokinetiko in še kaj zraven. Ja, lahko še naredimo potem vedno tudi analizo dinamike. Ja, pravi, da iz 4 strani imamo kamere, ki merijo obseg giba, range of motion za posamezen sklep. Ja. In tukaj, recimo, ko nekdo teče, ne, pa vidimo, da je deficit fleksije kolka, naprimer med tekom, glede na referenčne vrednosti, začnemo takoj razmišljati,
da so fleksori kolka šibkejši, naprimer, kot ekstenzori. Ker zdaj tako, ko gremo mi manualno testiranje mišic izvajati z zdravim človekom, tam je praktično po lestvici pri vseh MTM5, to pomeni, da je pacient izvedel 5 popolnih gibov in na koncu 5. popolnega giba fleksije kolka po protokolu zadržal maksimalni manualni upor fizioterapeuta. To pomeni, da dam jaz roko gor, pa se svojo težo naslonim. Ne? Ampak lahko je pa tukaj, kot smo rekli, asimetrija agonisti-antagonisti. In pri zdravih, tam, kjer ne gre za neko poškodbo, kjer ne gre za neko bistveno hipotrofijo oziroma mišično atrofijo, bo to MTM5. Tu delali so študije, da pri manualnem mišičnem testiranju je da sem zlagal, če se prav zapomnil podatek, 73% izkušenih fizioterapevtov, kjer je bila evidentno zmanjšana mišična moč, po MTM-u ocenilo 5. In tukaj nam lahko ta analiza statike in dinamike že da neke začetne usmeritve. Absolutno, tudi glede tehnike, glede same aktivacije, ampak začnemo razmišljati, kje bi nekaj lahko šlo narobe. Tako kot pravim, to je isto kot zlaganje pucla v eno sliko. Ne? Več imaš informacij, več imaš relevantnih podatkov, večja je verjetnost, da se bodo med sabo poklopili in pokazali, kaj je dejanski problem. Zdaj, izokinetike ne izvajate vi tu, ali tudi tu, v tem prostoru? To je to? Aha, ok, oprosti. Ne, ampak vi vertikalnih skokov pa ne delate? Imamo tudi pritiskalno ploščo, ja. To je tam odzadaj v sklopu tega Dyers 4D Motion aparata. Se tudi izvaja. Zdaj se tu zraven, Dyers se izvaja. Zdaj ne vem sicer, če se vidi, ampak tam odzadaj za tem visokim aparatom je še ena plošča, okay. Kjer se tudi lahko izvaja, sicer so že na voljo na trgu, koliko sem seznanjen, tudi naprave, kjer povezujejo video analizo z silo glede na pritisk. Tega za enkrat še nimamo, predvsem, ker ne vidim neke dodane vrednosti za nas v tem trenutku, glede na vso opremo, ki jo že imamo. Zdaj, če gledam jaz, se pravi, vse to, TMG, izokinetiko, se pravi, še stemanje zraven gibanja, še pliometrične testiranja, koliko športnikov se sploh odloči, da pride, se pravi, za to, da bi izboljšali svoj performance zaenkrat? Enako kot na začetku, vsak dan več. Vsak dan več, ja. Mi sedaj pridobivamo na prepoznavnosti. Zdaj smo komaj 3. leto, če se ne motim, oziroma 4. leto Olimpijski referenčni športno-medicinski center. Smo edini referenčni paralimpijski center v Sloveniji. In tukaj na prepoznavnosti pač treba narediti. Lahko mi ogromno vlagamo v reklamo, pa se oglašujemo po raznih Facebookih, Instagramih, TikTokih, ampak na koncu vedno odtehta kakovost. In najboljša reklama je naše uspešno delo. In zato se v to tudi najbolj fokusiramo in temu posvečamo še posebno pozornost. In več je uspešnih primerov, vedno, ko ima nekdo neko težavo, se obrne pa vpraša kolega, glej, imam ta in ta problem, kam naj grem? In reče, mi smo imeli odlično izkušnjo tam, pojdi tja. Vedno več je športnih klubov, ki z nami sodelujejo in tudi želijo sodelovati. Moramo se pa zavedati, da ne glede na to, da je zdaj nas trenutno že 20 fizioterapevtov tukaj. Ja, in da bomo še dodatno zaposlovali, ker bomo v naslednjem letu širili program. Mora biti to ena zdrava organska rast. Mi ne moremo iz danes na jutri pokriti celotnega športa v Mariboru pa v Sloveniji, ampak mora biti to tudi vsi novo zaposleni, morajo dobiti izkušnje, morajo se učiti od tistih naših kolegov, ki že to dlje časa izvajajo. Pri nas zagotovo na področju športa je zelo poznan Dorjan Hojnik, fizioterapeut, potem Hinko Mlakar, ki ga posebej zanima hrbtenice, Eva Globokar, Mihela Matičič, in to so tudi referenčni fizioterapeuti Olimpijskega komiteja. Jih pa imamo še kar nekaj, ki so tudi zelo ambiciozni, zagnani, sodelujejo zraven in vsak dan več znajo. Tako da, step by step. Ok, ampak tu je zdaj iz tega prvega vprašanja, ne, koliko jih prihaja, ne, drugo vprašanje, koliko je takih, ki ne potrebujejo korekcije?
Do zdaj se še mi ni zgodilo, da bi nekomu rekel, to je to. To je to, ne. Vse je ok, nobenega odstopanja ni, na nič ne rabiš paziti. Temu rečemo, da so zadeve asimptomatske. Je neko odstopanje, ki še ne povzroča težav. Mi lahko imamo recimo slabšo mišično moč 10%, pa se tega ne zavedamo. Lahko, da je moja optimalna vertikala pomaknjena za 10% naprej, kar pomeni, če imam jaz več teže nad sprednjim delom stopala, da sem nagnjen bolj naprej, posledično moram bolj napeti mišice zadnje kinematične verige, ne, ekstenzorje trupa, ekstenzorje kolka, fleksorje kolena in posledično je tam večji mišični tonus, večja obremenitev, kar je pa potem vprašanje časa, kdaj bo začelo manifestirati v obliki bolečinskega stanja nekje na lokomotornem aparatu ali kot mišična napetost mialgija, ne. Enako tako, kot si povedal, z sinom sta bila pri Almetu, odličen fizioterapeut, tudi prijatelj, ki ga zelo spoštujem, z majhnimi korekcijami je naredil ogromno. In če smo mi sposobni po eni obravnavi že bistveno izboljšati stanje ali celo zadeve rešiti, pol je to. Pol smo mi svoj job naredili, ne? Ampak hotel sem to reči, da tisti, ki bi želeli kot športniki priti k vam na testiranje, v bistvu se gleda, da bomo poiskali tiste manjkajoče dele ali pa tisti del, ki nam ne omogoča optimalnega performansa tu. Me pa zanima druga zadeva, ne? To smo se že pogovarjala pač prej, ne? Da tukaj zaenkrat še nimate konkretnih programov, kako pomagati potem tem športnikom tudi, da bojo skorigirali, ali se že tudi razmišlja, kako bi se jim pomagalo z določenimi programi, tako kot si rekel, ne vem, kineziologi, s katerim, ki te bo pripravil za to, da boš ti skorigiral. Je tu ideja, da bi pol bilo pač kot celota, ne, celoten program za to, da imaš ti tudi svetovanje, kako iti iz težav ven, ali pa izboljšati svoj performance. Zadeva v tem segmentu že živi. Zakaj? Zaradi tega, ker rečemo hipotetično, mi res zelo dobro sodelujemo z odbojkarskim klubom Novo KBM Branik, zelo dobro sodelujemo z atletskim klubom Štajerska, z športnimi oddelki druge gimnazije Maribor, košarkarski klub, ženski košarkarski klub, judo klub, naprimer, karate klub, Radvanje, če se zdaj se ne naredil napak, z glavom je padla, ali so Radvanje, ali Radvanje. Okay. In tukaj je predvsem pomembno, kako mi potem komuniciramo s panožnim trenerjem. Nemogoče je, da bi mi imeli nekoga, oziroma vsaj ne na kratek rok, ki bi poznal specifike vsakega športa. Že zdaj smo si malo razdelili glede na športne panoge. Pomembno je, da fizioterapeut razume specifike trenažnega in tekmovalnega procesa v določenem športu. Nemogoče je, da poznaš čisto vse, ne, seveda, si pomagamo, se nadomeščamo, ampak tukaj trener ve, kaj je pomembno. Recimo, če gledamo NK Maribor, imajo svoje kineziologe, imajo svoje fizioterapeute, imajo svojega nogometnega trenerja. In ko mi naredimo meritve, ko dobimo rezultate, je pomembno, da jih tudi pravilno interpretiramo in se skupaj pogovorimo, kaj bi sedaj bilo najboljše. Jaz ne morem nogometnemu trenerju svetovati, na kak način naj zdaj nekaj izboljša. Mi lahko rečemo, glede na referenčne vrednosti, so, če smo že pri kolenu, ekstenzori kolena premočni v primerjavi z fleksorji. Pričakujemo pa potem, kar tudi tako je, da bo njihov kineziolog, njihov kondicijski trener, njihov fizioterapeut in njihov nenazadnje tehnični trener znal, da bodo znali ustrezno reagirati in pripraviti en individualni program. Mi lahko tudi to naredimo in za nekatere naredimo. Ampak oni poznajo svoje specifike, oni točno vejo, kdaj imajo kakšne tekme, kdaj lahko koga koliko obremenijo in temu to prilagodijo. Zato, tako kot sem omenil, je zelo pomembno, da komuniciramo na nivoju fizioterapeut-trener, ne glede na to, kdo je trener, ali je to panožni trener, ali je to kondicijski trener, kineziolog, kakorkoli. Osnovna navodila pa jim damo, pokažemo vaje, razložimo, kako, kaj, na kak način. Meni tu največji problem, ne, ki ga jaz osebno vidim, je še vedno potem, tudi ko imam jaz vajo,
je zelo pomembno, kako vaje izvajam. Ne? In ti, kogarkoli gledaš, rabiš nekoga, ki te kontrolira, zato da boš ti izvedel gib takšen, da bo potem tudi v bistvu, se pravi, določena mišična skupina ali obremenjena, ali pa da bomo dali tak držlaj, da bo odreagirala v smeri, ki si mi želimo. Ne? Mislim, je kaj razmišljanja tudi v tej smeri, da bi se delal nabor vaj z mogoče svetovanjem, to mi je zdaj čistko na hiter ideja. Ne? Glede na to, da gre tudi ta sama umetna inteligenca toliko naprej, ne? Da bi lahko preko nje, rečemo, se dobivalo vzorce, se pravi, da imaš program in svetovanje, kako izvajati določene gibe. Ali narediti trenažen proces. Ker mi zdaj govorimo, se pravi, ko ti govoriš, ne, trener nogometa, ja, jaz bom že tehnično, taktično in vse ostalo, se pravi, tudi mogoče v enem modelu kondicijske zadeve, ne, bomo speljali, ne. Ampak ko mi dva govorimo o korekciji toliko specifičnih stvari, ne, sploh ko govorimo, ne vem, o določenih vajah, ki so verjetno tudi zelo specifične, pa jih tudi kineziolog ne bo mogel, ali pa bo imel problem. To je potem zrelo za obravnavo, ne? To je indicirana obravnava. Fizioterapija ni samo kurativa, ampak je tudi preventiva. In v tem primeru, kjer to je potrebno, včasih svetujemo. Rečemo, gledajte, smiselno je, da pridete na 5, 6, 3, 7, 8 obravnav, kjer izvajamo izključno samo kinezioterapijo, po potrebi manualno terapijo in to je to. Pacienti potem prihajajo, športniki prihajajo k nam na obravnavo, kjer je enako, če jaz začnem hoditi na fitness, najprej mi je nekdo mogel pokazati, kako delati bench press, kako delati deadlift, kako delati počep, ne, ampak na neki točki pa me več ne rabijo cel čas opazovati. Ja, sej, ampak... Če pa so to neki obdobni, rečimo temu preventivni pregledi in testiranja, v teh primerih pa seveda potem absolutno opazimo, če določene vaje nečesa ne izvaja pravilno, oziroma vidimo na kontrolnem pregledu, da se stanje ne izboljšuje. Če smo mi dali neka navodila, če jih športnik upošteva in vaje redno izvaja, bi se stanje moralo izboljšati. Drugače, ali smo dali napačna navodila, ali pa je športnik ni upošteval. Ne? Ko dajete korekcijske vaje ali pa svetujete korekcijo nekomu, kdo jo lažje sprejema, vrhunski športnik, rekreativni športnik ali splošna populacija? Z vrhunskimi športniki je relativno nehvaležno delati. Zakaj? Ker želijo rezultate takoj. Ko nekdo pride v ambulanto k nam, ne, če bi bilo možno, bi si želel, da bi že včeraj bilo ok. Ker fiziologija telesa terja svoj čas. Ampak zdaj te ne sprašujem, se pravi, da po poškodbi, ne, jaz te sprašujem, se pravi, da je nekdo prišel samo zato, da bi skorigiral, da bi bil boljši. To je zelo odvisno. Vrhunski športniki imajo dostikrat že neke svoje predstave, pa neke specifike. Meni se zdi, da z rekreativnimi je lažje delati, ampak tudi ne za vsemi. Pridejo nekateri, ki ti že vse povejo, kaj je z njimi narobe, pa kako bi to moglo biti. In tam se pač sam odločiš, ali ga boš prepričeval v nekaj, kjer je prepričanega dostikrat nesmiselno prepričevati. In osnova zdaj pa prijema pač na zaupanje. Če nekdo pride k meni, pričakujem, da mi bo zaupal, da jaz vem, kaj delam. Sicer je boljše, da ne pride k meni. Ker enako jaz svojemu avtomehaniku zaupam. Če me reče, Pavlec, glej, hvala Bogu, da si prišel, tebi bi jermen vtrgalo naslednji teden. Rečem, aleluja, mislim, hvala, da si to opazil, hvala, da si zamenjal. Realno pa jaz ne vem, ali je jermen sploh bilo treba menjati, pa če bi jermen vtrgalo. Ne? To je stvar zaupanja med mano in med avtomehanikom oziroma v zdravstvu, med zdravstvenim delavcem in pacientom, športnikom. In taka navodila, kot dobi, jih mora izvajati. Zdaj, če jaz nekomu rečem, to nama škoduje, tega ne delati, on pa bo rekel, ne, to meni ful paše, jaz ko to naredim, meni je to super, jaz žal več nimam vpliva na to, ne. In odvisno je, tu je spet psihološki pristop. Dostikrat opažam, sploh pri mladih zagretih, ker jim je šolsko prvenstvo zdaj najbolj pomembno in to so krokodilje solze doma, ker zdaj pa na srednješolskem
letnem prvenstvu ne bo mogel nastopati in je to grozno. Mislim, kdo se pa spomni, na katerem državnem prvenstvu srednji šole Urška Žolnir zmagala. Noben, ne. Rečeš počitek, pa jaz bi tako šla, pa če bo v redu, bom šla, ok, če si se tako odločila, pojdi, ampak jaz sem z razlogom svetoval počitek, ne. In včasih pol najdejo neko srednjo pot, kjer te malo upoštevajo, malo pa naredijo po svoje. Ampak tukaj je več dejavnikov, odvisno je tudi, na kak način funkcionirajo star športnik, trener športnik, tukaj je spet socialna komponenta, ne, in Ampak to, ko si zdaj rekel, zdaj bomo počasi šla v zadnje oddaje, ker se držim ponovadi tistega časovnega sklopa, smo že kar v podaljšku nekaj časa. Ne? Ampak to, kar si zdaj govoril, mi je zelo zanimivo. Mislim, da kolega poslušal tole oddajo, se bo hitro spomnil. Nekaj let nazaj je hči si je zlomila stopalnico, ne? In me kliče cel paničen, kaj to zdaj pomeni. Ne? In jaz rečem tako, nič posebnega, ne? Zdaj, če ne bo treba operirati, počasih dajo to ploščico noter, lahko računa 6 tednov in pol je ok. Ne? In bilo zaravno to, kar si ti zdaj rekel, 6 tednov, veš kaj je to, ne? In v bistvu največji problem zame so večji problem starši, ker jaz rekel, pa kaj je 6 tednov, ne? To je, dvakrat boste šli spat, pa bo mim, ne? Ampak percepcija, ne, v času poškodbe je za mene največji problem, kako ti odreagiraš. Ne. Ti razumeš, da je življenje zelo dolgo, pa da je bolj pomembno, da je zdravo, dolgotrajno in kvalitetno, a boš ti riskiral v nekem momentu, da boš pa si naredil toliko veliko škodo, da boš šel že proti invalidu zaradi tega, ko boš mogoče na enem šolskem tekmovanju, pa kakršnokoli tekmovanje, tudi če je svetovno, ne, na koncu, ne. Po mojem ni vredno nekega zdravja, da ga boš riskiral samo zaradi tega, da boš ali nastopil, ali da bo riziko 50-50, da sploh kaj narediš. Ne? Nikoli ne vemo, kaj bo. To je šport in teoretično lahko bi šel nekdo na tekmovanje, pa bi bilo vse ok, pa ne bi poslabšal stanja ali se ne bi poškodoval, čeprav je za to mala možnost, večja možnost je, da bo šlo kaj narobe. In tukaj je tako, življenje ni var, ne? Ker bi te slušalko poklicali, ne? Pa šmajc pole hitro leti do ekrana, pa pokaže, kak je bilo, pa penal, ne? Ne vemo. In zelo pomembno je, na kak način z našimi pacienti komuniciramo. Če jim znamo to ustrezno predstaviti, če jaz rečem enemu športniku, zdaj pa ni tekmovanj in mirovanje, njemu se bo porušil svet. Če mu pa rečem drugače, glej, zdaj bomo pa mi trenirali oziroma treneru bomo predlagali, da treniraš po posebnem prilagojenem programu glede na tvoje stanje. Mi njemu nismo rekli, da več ne sme trenirati. Enim je to grozno, ne, ker jim predstavlja šport življenje, njim je to vse. Lažje to sprejmejo. In ko jih peljemo skozi zadevo, ko vidijo napredek, jim moramo povedati, da je to nekaj, zaradi česar bodo potem še boljši. To je tudi psihološki pristop, komunikacija. Dostikrat je problem kombinacija zasebnega življenja in športa. Pri nekaterih je pa ravno kontra. Recimo, igra odbojko, hodi v srednjo šolo, zdaj pa ne more na maturantski ples, ker imajo finale lige ali pa kaj pa zem kaj. In to se svet ruši in krokodilje solze, ker že ima obleko, pa za frizuro naročena, pa make-up, pa tralalane. In kdorkoli dela športnikom, psihološka komponenta je vedno pomembna. Mi jih moramo, ne glede na to, ali je to trener, ali fizioterapeut, ali zdravnik, mi jih moramo znati spodbujati, moramo jim znati stati ob strani, moramo jih znati potolažiti, ampak vseeno jim odkrito in realno orisati stanje in sliko. Je pa res, če pa spet pridemo nazaj do staršev, ne glede na to, ali je to otrok pa motorični razvoj, kdaj začne sedeti, ali je to, da je naš sin Cristiano Ronaldo, je pa pomembno tudi, na kak način starši komuniciramo, da starši to razumejo, da ni konec sveta, da hipotetično, če trenirajo judo ali pa plezanje ali pa nekaj vse, pa ne bo šla, ne bo šel na šolsko tekmovanje, to ne bo vplivalo
na nič, najmanj pa na kakovost življenja otroka, ker moramo se zavedati, koliko procentov pa je vrhunskih športnikov, ki živijo od športa. Še manj, koliko jih je olimpijcev, koliko jih je olimpionikov. In tisti starš, ki da otroka v šport za to, da bo njegov otrok prvak, je s tem staršem pač nekaj narobe. Cilj mora biti to, da otrok kakovostno preživlja prosti čas, da se giba, da razvija svoje motorične sposobnosti, da prezrači glavo, da to vpliva na njegovo socialno komponento, se pravi, da se druži z vrstniki, ne ob drogah, ampak ob teku. In to je to. Če pa uspe, da Ata Roglič, pa Mohorič, pa najbolj pomembnega Pogačara sem pozabil, ali pa nogometaši, da otrok v športu uspe, ja, bravo, super, pa še toliko boljše. Ampak naj v tem uživajo. Ne? Če v tem ne uživa, bolj je nesmiselno. Življenje je prekratko, da bi delali nekaj, kar nas ne veseli. Kdaj ti meniš, da je smiselno otroke ali najstnike pripeljati na testiranje? Jaz osebno se zavzemam za to in cilj je, da mi to uspe, preden se upokojim, preden grem v penzijo. Imaš veliko ciljev ti, preden greš v penzijo. Imaš veliko ciljev, preden greš v penzijo. Res je. Upam, da ne preveč. Ampak želim si, da bi se funkcionalna in diferencialna diagnostika izvajala v sklopu sistematskih pregledov. Če bi mi ugotovili potencialne asimetrije že pred puberteto, bi jih lahko zelo učinkovito tudi odpravljali. Naslednji taki čas bi bil zagotovo, ko nekdo nastopi z delom. Tam spet pride do nekih prisilnih drž in vsega ostalega, lahko da bi z neko osnovno intervencijo zadevo rešili in preprečili marsikatero operacijo kasneje. Kolki, kolena, hrbtenica. Jaz verjamem, da bi večina operacij, hernija, protruzija, vse to, kar je, diskopatija, da bi lahko te zadeve v veliki meri preprečili. In ne vem, ni nam problem plačati za frizera, ni nam problem plačati za torbico, zato da gremo nekam ven pojesti, na neko dobro večerjo ali pa karkoli. Ni problem dati denarja za cigarete, za pivo, za steklenico dobrega vina. Za dobre gume na avto, ne? Kak? Za dobre gume na avto, ne? Gume, na primer, ne? Ali pa obleko, kakorkoli. Se pravi, ni nam problem dati za neko materialno stvar, nekateri pa zelo škrtarijo pri svojem zdravju. In mislim, da to ni dobro. Idealno bi bilo, seveda, če bi bilo to sistemsko urejeno, da bi imeli dostop do tega vsi. In jaz verjamem, da bodo po Sloveniji s časom takšni centri, kot je tukaj naš center za medicinsko rehabilitacijo, kjer imamo fizioterapeute, zdravnike, delovne terapeute, zrasli tudi drugod po Sloveniji. S tem bo tudi dostopnost boljša. Ampak zdaj, če jaz razumem čist prav, ne, ti bi v sklopu nekih sistematskih pregledov, ki jih imajo otroci v času šolanja, ne, bi vključil ti nekaj tega zraven. Kaj bi pa vključil? Pri otroci bi bila dovolj ocena telesne drže, ker bi se zelo poglobljeno v to spustili. Danes sem imel v obravnavi enega fanta, judoist, kjer smo, mislim, tretja obravnava bila, kjer smo se malo pogovarjali, in je rekel, da so njegovi prijatelji ugotovili, da je njegova telesna drža čudna, ga spraševali, če ima kakšne težave s hrbtenico, rekel, v redu, kaj pa na sistematskem pregledu, nič, tam so vprašali, če me kaj boli hrbtenica, sem rekel, ne, in to je bilo to. Ne, zdaj, njegov primer bi bil zelo zrel za obravnavo, najverjetneje že tam pri 10., 12. letu starosti, enkrat, ko se obdobje rasti zaključi, je korekcija bistveno težja, kot pa takrat, ko še nekdo raste. Ne? Ker tu, mislim, jaz pač ponovno delam v šoli, ne, in vidimo vsako leto zdaj je slabše. Moram reči, da je slabše. Tudi to, kar je dr. Starc, ne, ki ima, se pravi, gibalna učinkovitost otrok in mladine v Sloveniji, plus, se pravi, debelost ali prekomerna telesna teža, je pri nas zelo v porastu, ne, zelo pač na fakulteti za šport je Starc Jurak, se pravi, zelo skrbijo za to, da smo ozaveščeni, ne, glede teh stvari.
ste se tudi dosti pojavljata na RTV, ne vem, če si jih kaj zasledil. In tudi mi, športni pedagogi, opažamo, ne, da je vsako leto bomo imeli več težav, ker so otroci tudi gibalno slabši. Zato me tudi zanima, če to bi bilo možno dosti, ne pač hitro ugotoviti, jaz sem to prepričan, ampak z ne veliko testiranja, ti misliš, da bi to lahko nek že zdravnik mogoče rekel, ta bi rabo obravnavo, ali misliš, da bi se mogli vi kot fizioterapeuti zraven to že v štartu vključiti? Lansko leto sem aktivno sodeloval s prispevkom, s predavanjem na pediatričnih dnevih, kjer sem tako off the record v pogovoru vprašal enega pediatra, odličnega, na kak način oni ocenjujejo, kdaj je potrebna napotitev, rečemo zaradi skolioze, kdaj pa ne. In odgovor je bil zelo korektno, rečem, da naredi predklon, pa pač pogledam, ne, je ali ni. Ker teh zadev ne moremo vedno vrednotiti kvantitativno. Ampak dejstvo je, da je tukaj pač 1 proti približno. Zdaj tudi hipotetično, če gledamo, pediater mora poznati vse. Enako kot družinski zdravnik. Jaz družinske zdravnike pa pediatre izjemno občudujem, ker praktično ni področja, v katerem oni ne bi vsaj nekaj znali. To je težko, to je zahtevno. Velika širina zelo, ne? Zdaj pa glede na to, da vidimo regresiven razvoj motorični, človeški, pač v tej smeri nekaj treba narediti. In če imamo mi stroko, ki bo to lahko ponudila in znala, spet se pogovarjamo o tem multidisciplinarnem pristopu. Mi v zdravstvu ogromno govorimo o multidisciplinarnem pristopu, o interdisciplinarnem pristopu. In če obravnava nekoga več različnih, ni okej. Idealno je, da ena oseba zna čim več. In tisti, to je moje mnenje, tisti, ki bo to obravnaval, bo najverjetneje tudi prepoznal neko odstopanje, ki je zrelo za obravnavo. Zdaj, na kak način se bomo tega sistemsko lotili, je vprašanje. Kot sem že omenil, je fizioterapija mlada stroka, ki se hitro razvija, kjer po moji oceni v Sloveniji še nimamo dovolj vrhunskih strokovnjakov, vsaj ne toliko, kot bi jih potrebovali, in to je pač čas in proces. Na kak način organizirati sistematske preglede, koga vse tja vključiti, na koncu, ko se pogovarjamo, vsaka stroka bo našla doprinos, če bi pa vključili nas, bi prihranili toliko pa toliko, ker je bilo tega toliko in toliko manj. Tu se zelo hitro naredi ugodna ekonomska računica, vprašanje samo, na kak način bi to vse skupaj funkcioniralo. In dejstvo je, da je fizioterapija še nedolgo nazaj bila močno deficitarni poklic, kar pomeni, da je bilo težko najti fizioterapeuta, ki bi ga sploh lahko zaposlil. Danes kader imamo, kader je vedno boljši, zna vedno več, boljše izobražen, z večjo širino in seveda treba je na določeni točki razmisliti, kaj spremeniti, na kak način bomo naš zdravstveni sistem naredili še boljše. To so pač koraki. To je tudi en od ciljev do penzije. Ja. Kaj bi staršem svetoval? Staršem bi svetoval, naj imajo svojega otroka radi, naj mu dovolijo, da sam pride do neke izkušnje, naj ga ne opeharijo za izkušnjo, naj mu pustijo, da pade, naj mu pustijo, da se tudi poreže, da se vdari, ker samo na ta način se bo naučil, kako sam sebe zaščititi. Enkrat pri atletskem stadionu sem opazoval enega malega otroka z mamico, in otrok je hodil, sicer pijana verzija, ker je bil zelo majhen, zraven pa mamica obe dve roki okoli, da ne bo slučajno padel, da si ne bo kaj naredil, da si ne bo zlomil, da se ne bo vdaral, da ne bo karkoli narobe. In dogaja se, da v osnovni šoli otroci ne znajo pasti, da jih nekdo porine in zletijo na nos, ker enostavno niso imeli možnosti razviti prestreznih reakcij. Ne nastavijo refleksno rok pred sebe, da bi se zaščitili, ampak padejo. In otroku naj pustijo, da se razvija, da dela, čim več naj bodo z njim v naravi, naj se z njim plazijo, naj se z njim kobacajo, plezajo, tekajo, karkoli.
čim več naj z njim dela. Oni so njemu vzor in to, kar bo delal starš, ga bo otrok tako ali drugače oponašal. Otrok je v začetku copy-paste starša, ampak tu bi več znali povedati verjetno vzgojitelji, pa psihologi, pa kaj pa zem, vse. In to je pomembno. Naj se giba, naj da v naravo, pa čim več proste igre. To je to. Zakaj so Brazilci dobri fuzbalerji? Ja, ker tam v favelah eno žogo imajo in vržejo in naj to brcajo okoli. Ne? Noben v Braziliji nima individualnih treningov nogometa. Ampak to pač igrajo, to je na ulici. In to je to. In zato pridejo ven talenti, ker otroci sami to razvijajo, ker delajo to z strastjo, z ljubeznijo. Ne pa, da se otroku pri 6 letih da ali pa 7 najprej angleščina, ponedeljek, četrtek, torek, sreda violina, ponedeljek, sreda, petek pa fuzbal, pol pa kaga bomo vse posod peljali. Program mora biti. Naj ima otrok otroštvo, naj se igra. Zdaj je lahko biti pametni. Dajva se mi za pol čez 10 let, ko bomo spet vses, ko bo mali Pavlec vsedo z razbitim nosom, ker ne bo znal rok nastaviti in tako dalje. To pa bomo videli, kaj bo dejansko nastavljeno. Ja, malo šale. Ampak kaj bi pa svetoval čisto za konc mladim nogometašem? Bolj bi bilo potrebno tukaj svetovati trenerjem mladih nogometašev. Lahko bojnim. Staršem mladih nogometašev. To je pomembno, ker oni jih vodijo. Noben mlad nogometaš se ne odloči sam, kaj on bo na treningu. Ne? Prvo je pomembno, da imajo nogomet radi. Da se s tem ukvarjajo zato, ker jih igra nogometa osrečuje. Naj tega ne igrajo, trenirajo zaradi tega, da bodo en dan prepoznavni, da bodo slavni, da bodo imeli dosti oboževalcev in sledilcev in kaj vse. Ne? Kar se tiče trenerjev, pa mislim, da je pomembno, da bi se ukvarjali tukaj z osnovno telesno pripravljenostjo. In naravno s tem, da bi otroci to delali radi, da bi se zabavali, da bi imeli radi nogomet, da se ne bi obremenjevali z rezultatom. Tukaj en moj prijatelj, zelo dober prijatelj, Tim Seničer, on mislim, da se tukaj kar našel in zelo razmišlja tudi na ta način in to mi je pri njemu všeč. Naj bo to za otroke igra, veselje, naj imajo otroštvo. Kasneje se bo pa pokazalo, kdo za to je, kdo pa za to pač ni. Ne? Če pa imajo možnost, naj najdejo okolje, ki jim bo omogočilo to, o čemer sem govoril, kjer bodo vlagali v smislu njihovega zdravega razvoja, da jim bodo dali dobra priporočila, da bodo treningi dobro zasnovani, ampak se pravim, tu je zdaj težko ločiti, kaj je ok, kaj pa ni. Ne? Sploh kot starš, če se na to ne spoznaš, če nisi isti. Posi pri tvojem mehaniku. Pač ja, pa smo spet pri... Moš najti nekoga, komu zaupaš. Ne? Drugače ne gre. Alen, upam, da si užival v... Bistveno bolj, kot sem si mislil, da bom. Imaš že skoraj 2 ure okrog, tako da ne bom penalo streljala, se poskušam držati teh 2 ur. Upam, da še kdaj. Ja, zase. Absolutno. Sploh, kaj bo doktorat? To še zdaj prezahtevno. Že imaš tematiko ali nič? Ne. Moram najprej še z magistersko nalogo rešiti, zdaj upam, da v kratkem, pa potem, da se vpišem na doktorski študij. Verjetno nekaj z tega področja, ampak bomo videli. Jaz mislim, da bo šlo v smer, definitivno pri doktoratu mora biti neka intervencija, mi moramo z doktoratom dati nov mozaik znanosti, torej nekaj odkriti, nekaj raziskati. No, zato me zanima, ne? Zato me zanima, fizioterapije pa zanima, če se bo kaj dotikalo, se pravi tudi športnega dela, pa te bom absolutno kontaktiral. Da... Zelo diši potem. Ker mi imamo občutek, da te tu leče malo bolj. Ja, srce je na tej strani. Okay. Super, hvala ti za tvoj čas. Hvala tebi za vabilo. Jaz sem zelo užival. Dinamometer sem se zdaj naučil. Dinamometrija. Ja. Še kdaj? Izometrična in izokinetična. Okay. Hvala ti. Enako, vse dobro.